Podružiš se tudi s temi ljudmi, če je recimo se nivo vadbe zmanjšal, je to razvoj najverjetneje za plato. Slej ima priložnost vsak posameznik. Bom vzel to vprašanje kot kompliment. Fura, evo, super. Evo, Matija Reja smo v tvojem džimu. Hvala, da si vzel cajt, da videl. Tako da smo tle v tvojem džimu, Equilibrium Gym, tle v Kozani, v Brdih. Tako da zdaj lahko se za začetek lahko malo predstaviš za tiste, ki te ne poznajo, se večino, verjetno poslušalci, gledalci te bojo poznali, ampak recimo, da malo poveš, kdo si, s čem se ukvarjaš, pa gremo tle potem naprej. Hvala za povabilo, mi je super izkušnja, ko smo vedno na podcastu. Vranče sem po izobrazbi magister kinezologije, kar nekaj časa se ukvarjam s osebnim trenerstvom in vedno sem delal v svojem okolju, zdaj Equilibrium imam 4 leta. In ja, to je praktično to. To je to, kar se tiče dela strokovnega dela, ostalo bom mogoče svedli kaj tekom podcasta. Tako, se smo rekli, smo si zadali cilj, da bo ta podcast v 2 delih. Prvi del bo malo bolj tako splošno in malo o tebi, pa malo bolj za take osnovne stvari, za mogoče tiste začetnike, splošno populacijo. Pole bomo šli pa bolj v strokovne teme, ki so tudi tebi ful blizu. Tako da zdaj me zanimalo, jaz se poznam tvoje zgodbe, prav kako si se začel s tem ukvarjati, tako da bi tudi mene zanimalo, kako si se ti dobil v fitnessu, oziroma kdaj si začel, pa kaj te je pritegnilo v ta šport oziroma poklic? V bistvu lahko bi rekel, da to sega že v času mojega otroštva. Sem bil praktično športnik. Treniral sem nogomet, nisem bil nikoli pretirano uspešen, bil sem v NK Brda, to je bolj regionalna liga in nivo tak, kakršen pač je. Ampak bolj je prehod v neko najstništvo in v času gimnazije sem se navdušil nad fitnessom, predvsem me je zanimala telesna preobrazba in v bistvu pol zaradi tega mi je bilo zanimivo to področje športa, študiranja športa. Sem videl, da me to ful privlači in sem se odločil za študij kinezologije. Čeprav v bistvu na ogledu faksa sem šel samo pogledati matematiko, ker matematika mi je bila v bistvu od vseh predmetov najbolj blizu, tako, ampak ni me pa nekaj privlačila v smislu, da mi je bilo to tako izredno zanimivo, ne? Tako da šport je bil, lahko bi rekel, moja strast takrat in na podlagi tega sem se pol odločil za kinezologijo, ne? Tako da pole sem šel v ta faks nekako s to vizijo, da bom nekega dne, da bi rad postal strokovnjak v športu. Sem tudi izbral kinezologijo. Potem sem bil na faksu v Ljubljani na fakulteti za šport in prvi stik s trenerstvom se je pač pokazal že skozi nekaj nasvete, ki sem jih dajal prijateljem, ko sem se pač ukvarjal s fitnessom. Prvi zametki nekega trenerstva pa so bili, ko sem delal v bistvu diplomsko delo. Sem imel ene 12, v bistvu hotel sem preučevati vpliv visokointenzivne vadbe na zmanjšanje maščevja pri ženskah in uredil sem nek program, ki je bil visokointenzivne narave in sem hotel preučevati vpliv tega programa na telesno sestavo, torej na to, kako vpliva na zmanjšanje maščevja. In tam sem videl, da mi je bila ta vloga trenerja ful všeč. Pol je par teh strank je ostalo z mano, mislim strank teh vadečih, ki so bili v tej preiskavi in sem nadaljeval z njimi. Tako, v bistvu sem si pol uredil tle doma, ko sem bil absolvent, sem si uredil nek mali home gym in sem imel tako par strank. To se spomnim, ja, še tvojih z Instagrama, ne, tiste stare objave, kako si treniral do gymu in take. To je bilo moče še malo bolj poleg. Potem sem bil absolvent, sem napisal to diplomsko nalogo, sem diplomiral in pa sem se odločil, da bom nadaljeval študij
v Izoli, fakultete za vede o zdravju, aplikativna kineziologija, magister. In istočasno sem poleg kombiniral do teh neke stranke, ki sem imel tle doma s faksom. In potem sem vedel, da je to zame in sem se odločil za investicijo. Tako je rado pol Equilibrium Gym, ne. In tako smo tle noter lahko zdaj, ne. Tako da, jaz se spomnim, ko si prvič objavil oziroma napovedal, da bo nov gym in se mi je zdelo ful fajn. Hkrati pa tle v Brdih je še tako je malo triki ta stvar, ali bo zalaufalo, ali ne bo zalaufalo, zato ker se mi zdi, da so ljudje še malo, tako imajo malo drugačen pogled na te stvari in mi je ful fajn in zanimivo, recimo, ker ti je kar zalaufalo, ne, tako. Ker recimo pri teh stvarih vem, da že prej je bilo po Brdih, preko se ti so bili neki gymi, pa nekako niso laufali in tako. Pa me zanima, recimo, kaj misliš, da je pač neki faktori oziroma dejavniki, ki so botrovali k temu, da ti je nekako uspelo oziroma da si ustvaril neko to skupnost, community in tako. Mislim, jaz sem šel z neko vizijo v to stvar, da gremo all-in, ne. To pomeni, da mogel sem ustvariti neke pogoje, da sem lahko od tega živel dejansko, ne. Se pravi, mogel sem razviti strategije, sistem, komunikacijo, stroko, strokovnost in razvoj znanja, da sem lahko dobil neke ljudi, da sem lahko postal nekdo, ki rešuje njihove probleme, ne. In to se je skozi čas pač buildalo, da je to zalaufalo, ne. V bistvu, da je za nek konstanten napredek, kaj probaš delati, izboljševati sistem, prepoznavati lastne napake, jih probati zmanjšati, odpraviti. Tako da na koncu nekako privlačiš ljudi, s katerimi si šeraš neko vizijo, ne, nek pogled na samovadbo in na pomen neke telesne dejavnosti v življenju, ne. Tako da skozi to, nekako skozi te korake bi rekel. Ja, pole več različnih dejavnikov, ne samo biznis, ampak tudi pole te druge stvari, ne, se pravi cilji oziroma namen, poslanstvo. Ker recimo zanimivo je tudi ta skupnost, ki si ustvaril tle, se kar čuti, recimo moja sestra trenira tle pri tebi, pa zdaj je tudi trenerka, ne, pa je zmeraj odkadar je začela tle pri tebi telovaditi, ne, je pravila, da je ta sense of community oziroma občutek skupnosti, ekipa in to, ne, kar se mi zdi, da je ful pomembno, ne. Jaz se strinjam, mislim, zaradi neke skupnosti človek rad pride sem, ne, se podruži s podobno mislečimi, nekako si na istem si, ne. Ne vem, mogoče sem dobil tle v mojem okolju oziroma v tem gymu nek sloves, da je tle treba delati, ne. Da pač človek, ki pride sem, bo treniral in nekako tisti ljudje bolj tle ostanejo, ne. In najdeš neke skupne karakterne točke in to en drugega bolj žene naprej s tem. Nekaj vidiš, da si na istem, če včasih imaš občutek, da recimo, da ti ne gre najboljši, da nimaš motivacije in to, pol vidiš druge in te potegne ta skupni vibe naprej, ne. Tako da jaz mislim, da je to nek glavni razlog za ta community, ki ga imamo tle, ne. Sicer mogoče recimo z nekimi skupinskimi vadbami lahko ustvariš še večjo skupnost, ker pač delajo vsi isto in so zadeve malo bolj podobne, ne. Ampak tudi na ta način tle sem videl, da pač človek, ki je nekaj cajta tle, se počuti precej domače in to tudi vidiš. In to mi je res dola stvar, ki nam je uspelo tle doseči. Ja, to pa res, ne, tudi ta, sploh, verjetno boš tudi kakšne bivše športnike, tudi pole športniki to iščejo, verjetno, ne, ta timski duh, ki jim manjka od športa, ne, vem, da recimo meni ful manjka, ker nisem več v odbojki, ne, tisti ekipni duh oziroma tisti, da si neki skupnosti, ekipi in to. Zdaj bi te pa vprašal glede imena, mi je ful zanimivo, poznam štoriju za imenom Equilibrium, pa me malo zanima, če bi malo razložil, se pravi, kaj je glavna filozofija za tem. Mislim, ime mi je bilo iskreno povedano ful težko zbrati, tako sem kar nekaj časa razmišljal, kakšno ime dati zdaj tle. Prvo sem imel idejo, da ne bom dosti kompliciral in bi dal ime kar Briška telovadnica. Je imelo malo vibe, Briška pekarna, ne.
In pa sem rekel, ne more biti to. In pa sem iskal nek bolj latinski izraz za to. In ekvilibrium v bistvu pomeni ravnovesje. In v bistvu zgodba za tem je, da vsak človek, ki pride sem, vsak posameznik prova najti neko ravnovesje in tle je prostor, oziroma jaz sem tisti, ki mu pomaga nuditi to ravnovesje. Se pravi, mu dati neko strategijo, nek plan, da bo on šel bolj proti temu njegovemu ravnovesju. Ne? Zdaj, tako malo ironično, hkrati se mi zdi, če nekdo najde popolno ravnovesje, v bistvu ostane na mestu, ne? Tako da v bistvu je ekvilibrium nek nedosegljiv pojem, v kateremu v bistvu hočeš iti. Ne? Stremiš k temu, ja. In tako da to je v bistvu pole nenehna pot, ne? Nekako do tega ravnovesja. In zdaj še v samem imenu je drugi I spremenjen v Y, to je pa pač osebna nota zaradi mojega priimka, sem hotel dati noter, da je to ime bolj unikatno, da recimo tudi se ne bi še kje ponovilo. Tako da, pa se mi zdela to dovolj dobra ideja, da bi to lahko bilo ime Jima. No? Meni se mi zdelo ful dobro, ker sem prvič prebral tvoj post od telovadnice, ker si obrazložil, zakaj ime ekvilibrium in prav ta balans, ker vsi iščemo v življenju ta balans, in polega skozi probaš nekako loviti, ampak hkrati nikoli ne dosežeš, in je prav šport ti lahko nudi to, da če si preveč na eni strani, to polega reš malo skalibriraš, kdaj pa tudi polega, lahko tudi športa rata preveč, pa polega moraš spet iti pa na drugo stran, tako da skozi balans, iskanje ravnovesja. In se mi zdi, da šport ti lahko, oziroma neka vadba, se ne sprav šport, ti lahko nudi tisto. Tudi pole v življenju, kako pole zbalansirati in biznis, službo, pa familijo, pa karkoli. Tako da. Mislim, vsak posameznik ima svoj, ima svoje ravnovesje. In tle moraš kot trener to čim prej spoznati. Veš, da ga ne mogoče preveč nalovdaš, ali pa da ga premalo. To je tudi del neke individualne obravnave, koga imaš pred sabo. Pač prvo v smislu zgolj fiziološko ali pa telesno, koga imaš pred sabo, v kakem stanju je kot recimo kot športnik ali pa kot človek, kot začetnik. Po drugi strani pa tudi psihološko, kdo je, Mislim, ali je nekdo, ki potrebuje zgolj malo, za vadbo, za neko dobro počutje in je to njegovo ravnovesje, ali pa je nekdo, ki hoče res nekaj več. In to moraš znati prepoznati, da veš, kam boš peljal ves ta proces pri njemu. Tako da recimo zdaj, če gremo kar v primer, kar v vadbo, zdaj recimo, če prije kakšen nov do tebe, kakšen je tvoj pristop, se pravi prvo verjetno neka osebna evaluacija in pole kako naredi se plan in pole tako naprej. Recimo tako, če bi kakšen začetnik želel, kakšne so neke take stvari, ki se jih ponavadi pri tebi lotiš, pa pole sklajuješ in tako. Mislim, na začetku je zmeri intervju, v katerem hočem zvedeti, zakaj je on prišel sem, kakšni so njegovi cilji, želje, kam stremi, kakšno je njegovo stanje, a je zdrav, ima kakšne težave, recimo s bolečinami, poškodbami. In pol to mi da neko osnovno informacijo, kje bi začeli. In pol začnemo z neko gibalno obravnavo, če lahko temu rečem, ker ga peljem skozi osnovne gibalne vzorce in vidim v bistvu, kako se on odraža v nekem obsegu gibanja, torej kakšna je njegova gibljivost, mobilnost, kakšna je začetna moč in kakšne so njegove tehnike. In na podlagi tega pol napišem uvodni program, v katerem sledimo, odvisno, ponavadi je to kakšne 2 meseca, in tekom tega časa to stranko že dovolj dobro poznam, da vem, kam iti naprej. V bistvu vse skupaj ta pot je vezana glede na njegove želje in cilje in glede na ta intervju oziroma na informacije, ki jih dobim sproti. Nekako zelo pogosto začnemo z osnovno vadbo za moč, za sif.
ker se mi zdi nujno, da jih naučim korektne tehnike osnovnih vaj, vsaj do neke srednje intenzivnosti. Tako da to je nekaj, kar delam v bistvu z vsemi, razen če so kakšne poškodbe, pol naredim pač malo bolj prilagojeno, da ne izzivam kakšnih preobremenitev, da pač hočem to prilagoditi stanju. Ja, ker to sem te vprašati, ne, kako je zdaj en začetnik, ki je itak ful informacij dan danes, ne, se pravi en začetnik, kje naj začne, ali ne začne na neki osnovnih gibalnih, ali res, ko si rekel, zdaj pole, ne bojiš pole, da se začne na moči, oziroma neka gibljivost, verjetno tudi v kombinaciji z močjo. Se pravi, da se prvo razvije moč in potem se gre na ostale vadbe, ali kako misliš, da je? Mislim, jaz te zadev na začetku niti ne toliko ločem, ne, recimo vadba. Funkcionalnost v življenju, ne, zadnjič me je Tina, sestra, pokazala en video, kako so primerjali, recimo, zakaj potisk nad glavo, ne, opala. Malo zvrnil mikrofon. Zakaj je recimo dober potisk nad glavo s palcem, ne, zaradi tega, ker če rabe nekdo dati nekaj nad glavo na visoko polico, ne, recimo lih tisto ti omogoča, ne, ali pa recimo zakaj potiskanje, tam imaš ta sled, se pravi sanke, ne, če rabiš pole recimo nosečnica potiskati voziček naprej, ne. In tudi za starejše recimo, ne samo za nas, ne, mlajša pa tako v srednjih letih, tudi za starejše, zakaj je pomembna ta funkcionalnost oziroma vadba za moč, ne. Ja. Mislim, ko imamo mi nekaj začetnika pa neko splošno populacijo, moramo razmišljati, da neka vadba ni njihova top prioriteta v life, ne. In ti hočeš z nekimi gibalnimi vzorci v čim krajšem času doseči čim več, ne. In zdaj, če ti zbiraš kompleksne vzorce gibanja, torej neke gibalne naloge, kjer je vključeno veliko skupin mišic v telesu, ne, s tem dosežeš več na krajši čas, ne. Tudi izolacijske vaje so funkcionalne konec koncev za posameznika, ki mora okrepiti recimo stegensko mišico zaradi bolečin v kolenu, je to za njega lahko najbolj funkcionalna stvar, ne. Tako da tudi funkcionalnost je dostikrat zelo tako malo preveč napačno uporabljena beseda, ne. Ker nekaj, kar lahko zgleda funkcionalno, ni nujno, da je, ali pa nekaj, kar ne zgleda funkcionalno, ni nujno, da je, ne. Tako da funkcionalnost je vezana na posameznika, kaj želi on doseči, ne. Tako da jaz to gledam bolj z tega vidika, no, sej zdaj ne vem, lahko nekdo drug gleda to drugače, ampak če govorimo pogovorno, ja, funkcionalne vaje so ponavadi tiste, ki obsegajo več mišičnih skupin in velik pač kompleksen gibalni vzorec, ne, torej sestavljen iz recimo več sklepni, ne. Kaj pa recimo poleg kakšne druge vadbe, prej si omenil, da si delal študijo, mislim, da si pisal diplomsko iz visokointenzitetne vadbe, to pa je verjetno potem naslednji korak, se pravi, za neke začetnike oziroma neke osnovne stvari so pa, si rekel, bolj funkcionalna vadba za moč in potem verjetno naslednja stopnica gori je pole kakšna intenzivna vadba, ali kako vidiš te stvari? Ja, mislim, jaz sem delal to raziskavo, ni bila raziskava, bila je diplomska naloga in če bi zdaj pač slaba bila, no. Ker zdaj z današnjim znanjem nisem kontroliral glavnih spremenljiv, ki bi jih mogel, se pravi prehrano, ne, in tako da ne morem vedeti, ali so oni dosegli razliko zaradi vadbe ali zaradi prehrane, ne, tako da je pač temeljna napaka Ja, se to je težko po študijah. Saj to se doseže pri tistih študijah. Ta študija nikoli ne bi šla v znanstveni članek, ne, mislim študija spet delo, ne. Ampak, okej, za tist nivo je bilo korektno izpeljano, nekaj sem se naučil ven, neko temo sem raziskal in to. Ampak kar sem hotel reči, da takrat je bila intenzivna vadba ful popularna, ne. In zdaj, treba se najprej vprašati, zakaj bi nekdo delal visokointenzivno intervalno vadbo, kakšen je namen, ne. Ker občasno ljudje mislijo, da to rabijo delati, ampak dejansko ne. Dosti ljudi se odloča ali pa bi rada delala visokointenzivno intervalno vadbo, ker bi radi shujšali. Ker mislijo, da je to
bolj učinkovito od drugih vadb, ne? Ampak ni bolj učinkovito. Visokointenzivna intervalna vadba je odlična metoda za razvoj vzdržljivosti, ne? Zdaj, če ti rabiš vzdržljivost, če te ta smer privlači, potem je to nujna vadba, ne? Če pa si ti nek rekreativc, ni tako nujna. Mogoče je nujna, če hočeš izboljšati svojo vzdržljivost, ampak moraš paziti z doziranjem letenja, ker je pač kar zelo huda obremenitev, ne. To je to, kar se visoko vzdržljivostne vadbe tiče, se mi zdi. Ker poznamo tudi recimo nekateri, ki izvajajo te visokointenzivne pa crossfit vadbe, ne, lahko kar hitro pride in ali do poškodb, ali do polete izmuči, ko si rekel, nekaj zelo močno na centralni nervozni sistem in nekdo, ki je že pod ful velikim stresom, ne, in pa dodal še stres iz treninga, ki je ful visok, ne, a lahko hitro pole zlomi, ne. Oziroma, kako jaz vidim te reči, če se gre v to vadbo, moraš tudi pole vse ostale stvari prilagoditi temu, ne. In lifestyle, se pravi malo bolj umiren, lifestyle, se pravi malo manj stresa, pa tudi prehrana mora biti pole ta prava, ne, da pole te nadomestiš energijo, ki potrebuje za to vadbo, ne. Ampak ponavadi se pole, ko si rekel, ne, nekdo, ki želi shujša, če pole gre v visoko intenzivno, bo še jedel manj, ne, pa bo opazil na prehrano, da je še manj in pole lahko kar hitro ratajo problemi, ne. Vem, recimo pri sebi, jaz sem delal tu napako, ko sem pri odbojki, ne, pač jedel premalo za tiste moje potrebe, ne, in pole s cajtom je posrkalo telo, ne, in pole si pa prisiljen se počivati, ne, kar je pa spet kontraproduktivno, ne. Tako da je res, ko si rekel, da moraš malo biti pozoren glede tega, ne. Ja, mislim, kar se tiče crossfit vadbe, v preteklosti sem jo bolj hejtil, ko jo hejtam zdaj. Pač enkrat sem napisal en članek, ker sem malo tako pohejtil crossfit. Ampak zdaj mislim tako, da vsaka oblika vadbe, ki spodbuja več ukvarjanja s telesno dejavnostjo, je pozitivna v osnovi. Zdaj pa, kar se crossfita tiče, treba biti pozoren, ker običajno so te vadbe vezane na nek čas, torej stremiš k temu, da narediš čim več ponovitev v določenem času ali pa določeno breme čim večkrat spet v določenem času. Tako da prideš v neko stanje, ko si zelo utrujen, ne? In ko si zelo utrujen, bojo napake v tehnikah večja bo možnost za te napake. Zdaj, če se te napake nalajajo, lahko pride do določenih vnetij teh določenih predelov telesa, ne. Tako da tle treba biti pozoren na to, kakšna je naša kvaliteta gibanja. In glede na to, da recimo so neki začetniki, nimajo dobrega nadzora nad gibanjem oziroma nad kontrolo njihovih teles pri obremenitvi, je crossfit v bistvu ni najboljši niso prisotni najboljši pogoji za pač ohranjanje neke tehnike, ne? Kar je ključno pri začetnikih, da je glavna poanta v prvih parih mesecih je, da se oni naučijo kvalitetno gibati, da dobijo te znotraj in medmišično koordinacijo, da osvojijo, da postanejo malo bolj, ta gibanja malo bolj avtomatizirana, da potem, ko pridejo večja bremena, oni že to znajo. Tako da to jaz vidim kot potencialni problem crossfita, ampak se ga seveda pa da prilagoditi posamezniku, ne. Z izbiro vaj, ki so recimo manj agresivne, z izbiro mogoče, da delaš več na trenažerju, kjer tehnično praktično ne moreš faliti, recimo če veš na neko kolo ali pa na solta. Ali pa da daš nek sled push, kjer je predvsem koncentrična varianta potiskanja, ker je manj ekscentrično-koncentričnih kontrakcij, torej manj je tega nabijanja na telo, če se lahko tako izrazim, ne, recimo, kakor je pa nekih skokih, ali pa recimo, kakor izvajajo tisto vajo wall ball, ne, ker vsakič pade tista 6-kilska bala na rame dol, ne. Se da, tudi crossfit vadba tako prilagoditi, da je za nekega nadaljevalca okej, ne. Bi pa, ne vem, tistim, ki se radi ukvarjajo s crossfitom ali pa ki bi začeli z njim, bi priporočil, da v začetku opravijo neko
dajmo reči, pripravljalno obdobje, neke osnovne krpilne vadbe, da dobijo neko povišeno toleranco telesa za te večje napore. Vse pol je to čisto ok. Tudi če gledaš pojav, prevalenco poškodb po crossfitu, spet ni tako visoka. Okay. V nekih kontaktnih športih žal je tega bistveno več. Sam tako javnost bo bolj obsojala poškodbe, ki se zgodijo v džimu, napram poškodbam, ki se zgodijo na rekreativni košarki. Ja, možno tudi zaradi tistih mimov, vsi poznamo, tisti mimi z crossfitu, kako se ljudje dobesedno ubivajo, kako pa le lomejo vse. Ampak se mi zdi, da tista je, ko si rekel, verjetno je manj, ko se, mislim, bolj se izpostavlja tisto, zaradi tega, ki Mislim, ekstremi v vsakem obnašanju bo izmeni prišli ven. Ja, se to. Zdaj se je pač... Crossfit je zanimiv za marsikoga, tako zgleda zanimivo, pestre vsebine, dosti vaj, kombinacij, tako. Zna biti privlačna vadba, ampak ni pa superiorna v nobenem primeru. Recimo za razvoj moči ni superiorna klasični vadbi za moč. Za razvoj vzdržljivosti isto ni superiorna neki vzdržljivostni vadbi. Pač govorim vzdržljivostni vadbi v smislu kolesarjenja, teka, plavanja, trail runninga in to. Vseeno za razvoj vzdržljivosti je pomembno neko ciklično gibanje. Pri crossfitu, recimo, kjer so vpete v to tudi vadba za moč, zaradi brejsanja recimo prihaja do zastajanja te cikličnosti gibanja in recimo, če greš gledati porabo kisika pri crossfitu je bistveno manjši kot pri nekem kolesarjenju. Tako da primarno za vzdržljivost rabimo ciklično gibanje. Pa recimo, kakšni so neki tvoji principi, če recimo prišel nekdo k tebi, jaz bi želel izboljšati in moč in pa malo pač delati na kardio, se pravi vzdržljivost, kako pa le to integriraš skupaj? Ali je recimo, pač tudi mene to osebno zanima, kako pa le hkrati krepiti in moč, se pravi, da si močnejši in da pa le lažje opravljaš funkcionalne stvari v življenju in hkrati tudi delaš neke na kardio, ja, po domače povedano. Jaz te zadeve ne reši ločim. Zdaj, če se da, ločim na različne dneve, če pač posamezniku dopuščam to možnost, časovno možnost, da ima čas za več treningov na teden in če ne, jih ločim glede na trening. Mislim, v enem treningu na začetku naredimo moč, drugi del treninga je bolj vzdržljivost. Tako da je absolutno to delam, z nekaterimi strankami tudi jaz tako treniram, zdaj zadnje čase, v bistvu delam vadbo za moč in kardio, ločeno po dnevih. Ampak, če hočeš nek dejanski razvoj, tle moraš vedeti, da boš rabo res kar neki treningov na teden narediti. Jaz mislim, da je tle najmanj 4, če jih ločiš. Se pravi, da imaš ali 2-2, ali 3-1, čeprav ko je en trening na teden, je že to en trening vzdržljivosti. Ja, recimo, je to... Dosti časa ne boš mogel razvijati zgolj z enim treningom. Lahko boš ohranil, kar imaš, ampak za razvoj rabiš minimalno 2, idealno 3-4. Tako da, če hočeš razvijati oboje v optimalni meri, je to vsak dan trening skoraj. Pa 2krat na dan, kdaj, če hočeš imeti bolj en dan off. Kaj pa recimo kakšni ti vzdržljivostni treningi, to je bolj spet hit vadba, se pravi ta intervalska vadba, ali so to navadno kolesarjenje, tek, hoja, ali kombinacija obojega? Tako, optimalno je tisto, kar posamezniku pa delati. In tudi tle velja neka progresija. Če nekdo nikoli ni nič delal na vzdržljivosti, je dobro, da začne z nižjimi conami intenzivnosti. Se pravi, da dobi nek čas noter, prvo, da dobi neko kilometrino, recimo, če je to nek tek, da dobi toleranco na tek, da ne začne prehitro preveč, da se ne zgodijo kakšne vnetja. In odvisno je spet, koliko časa ima. A ima čas zbrati na teden 3 do 4 ure neke nizko intenzivne vzdržljivostne vadbe, ali ne. Zdaj, če ga nima, bo treba narediti nekaj več na hit, ker pač v krajšem časovnem obdobju ti lahko dosežeš isti stimulus. Tako da prvo se postavi to osnovo,
koliko ima nekdo časa, in pol, če ima čas, vedno moraš delati neko bazo in hkrati dodajaš bolj intenzivne metode. Ne? Pa sama učinkovitost ene proti drugi, ker zdaj kar sem jaz zasledil, vsi pravijo, da kao visokointenzivna vadba je boljša od tiste statične vzdržljivostne vadbe. Kaj je tvoje mnenje glede tega? Oboje je učinkovito. Ne? Zdaj, če reš ti gledati prav učinkovitost, moraš gledati že malo bolj na tekmovalnem nivoju, za reči. Pol, ko si enkrat na tekmovalnem nivoju, rabiš nujno tudi hit. Hit metode. Ne? Zdaj, dosti se v raziskavah oziroma v teh vzdržljivostnih vodah poudarja polarno metodo. V bistvu, ker izvajaš ti 80% treninga v nizki coni, se pravi zelo nizka intenzivnost, in 20% v največji coni. Ne? Tako da, v bistvu, to zato, ker ta nizka intenzivnost ne toliko izčrpava, kot je izčrpava neka srednja intenzivnost. Kako določajo to intenzivnost? Glede na puls? S temi funkcionalnimi testi. Spremljajo lahko marsikaj, lahko spremljajo srčni utrip, lahko spremljajo laktate v krvi, in to enačijo, usporedno spremljajo še vate, pa hitrost teka pri tekačih. In pol na te parametre določijo te cone. Ne? Recimo vezano, tako na splošno imaš cona 2, cona 3, 4 in 5. Cona 2 je, mislim, da je do 70%, ali pa celo malo manj frekvence srčnega utripa. Pol imaš cono 3, ki je do 75, cona 4 je do 80-85 in pol imaš cono 5, ki je nad 85-90, kamkoli. Zakaj je ta polarni sistem? Zato, ker cona 5 je pač ful naporna in ti ne smeš preveč časa preživeti v njej, ker te izčrpava, ampak je pa hkrati največ benefita dane. In pol imaš cono 2, ker praktično je res na RPE skali od 1 do 10 je to 2 do 4, se pravi ni niti približno zelo naporna stvar, je pa dolgotrajna, recimo to je nek pogovorni tempo. Ne? Tam puls do 120-130. Ja, recimo pri meni, ki imam max na 191, je to 135. Tako da jaz probam recimo pri sebi zdaj dosti delati na coni 2. Zato da je to no-brainer, ne? Razumeš? Da ne rabim mentalno nič napora, obujam čevlje in teč in probam biti na coni 2. Ja, se to v bistvu tudi, če greš hoditi kam v hribe, se tudi približno. Ja. Odvisno, ko si pripravljen. Vrhunski v bistvu uspeh, recimo neka kolesarja na Tour de France je determiniran s tem, koliko ima visoko cono 2. Zato, ker tam bo porabljal zelo malo ogljikovih hidratov, ne? In bo ta utrujenost pri njemu manjša. Zanimivo. Ja, tako da fajn je, da imaš dobro cono 2, to pomeni, da boš lahko na dolgi rok, praktično dokler se te glava ne bo utrudila, boš lahko šel, zato ker večina energije pride iz presnove maščobe in maščobe imamo praktično neomejeno. Ne? Medtem ko glikogena imamo omejeno, ne? In hočemo šparati glikogen pri teh večjih vzdržljivostnih nalogah. Zanimivo. Poleg 20% na tistih skoraj maksimalno, ne? Se pravi, kakšen šprint na konci ali pa... Ja. Zdaj recimo, če poznaš svoj največji srčni utrip, obstajajo tudi testi, kako ga zmeriti, pol greš nad 90% od cono 5. In to je res intenzivna stvar, to je pač naporno tako. Jaz sem probal te stvari, probal sem na Qualu to narediti in sem probal samo 2 pa mislim, to je to mačno. Ne, bruho nisem. Ampak je posebej na Qualu je to zelo težko, ko imaš samo noge, ne? S tekom je že lažje. Pri teku boš imel načeloma
večji puls pri istem občutku obremenitve, kot kolo. Recimo, jaz grem zdaj težko v cono 2, to je tak jogging, da se bojim, da se mi kdo smeje. Ne? Se ko mi premika in pa kdo reče, da je tak športnik in teče tle, tako, ko mi da teče, ne? Ampak ko je, ne? Zanimivo. Ja, in pole je tak tudi mentalni benefiti, ki se odklopiš lahko, pa zluftaš glavo in tako je. Mislim, kardio pri meni je tako, primarno pri meni je vadba za moč, to je, tle hočem pač biti dober, ne. Kardio je pa tako pri meni, da ohranjam neko zdravje, ker je pomemben, ne. In v bistvu me tudi relaksira, tako se ful dobro počutim po kardiju, malo drugače občutke kot pri vadbi za moč, ne. Tako da v preteklosti sem se že zakockal, ker sem preveč hotel istočasno oboje razvijati in me je sesulo, ne. Tako, tudi psihološko me je. Ja, tudi jaz recimo vidim, da sploh tle, če ne vem, na par dni, če ne grem na en res daljši sprehod in tako, ma ne samo fizično, tudi pole mentalno, ne, se nabirajo stvari, pa ne zluftaš glavo, ne, in se mi ful pozna, recimo po dolgem sprehodu, pa če tečem ful malo, no, predvsem hodim, ne, in pole grem eno uro in pol, ne, in je spet puls gre do 120, 130, ne, tukdaj, ne, ki te klepe nas gor, sploh v Krasnem, ne, skozi gore, dole. Ja. Tako, ne, in pole priješ nazaj, prav super, ne, sicer ne vem, koliko razvijam vzdržljivost s tem, ampak dobro, saj ni primarni cilj. Veš, ki sem te vprašati, je eno tako ponavadi prije z vprašanjem, sploh pri ženskah, se pravi strah pred bremeni, strah pred velikimi kili, ker se mi zdi, da je neko tako splošno prepričanje, da pač ne, teži te naredijo velika, te naredijo močna, ne, sploh ženske pole nočejo izgledati preveč močne, tako da če malo razbiješ ta mit. Ja, jaz mislim, da se to sicer v zadnjih letih malo spremenilo in da je dosti več žensk dejansko, ki se ukvarja s resnim treningom moči in da te ženske prihajajo v ospredje in širijo sporočilo kot zelo pozitivno, kot neko reklamo delajo treningu moči, da je to zelo dobro tudi za ženski spol, kar se absolutno strinjam. Zdaj pa, kar se tiče, kako nekdo izgleda, to so... Ljudje mislijo, da se te spremembe zgodijo zelo hitro, ampak se ne. Posebej pri ženskah je rast mišične mase sicer malo manjša kot pri moških. To se gleda procente, ne? Po procentih, recimo procent od telesne mase, glede na to so moški večji, pač hkrati dobivajo zaradi procenta absolutno več mišične mase, ne. Ampak procenti spet niso tako različni, ne. Recimo ženska dobi v začetnem stanju, ko je rast mišične mase največji, ne, pač vsak začetnik ko doda vadbo za moč, na začetku boš najbolj rasel, ne. Pri moških mislim, da je od 1 do 1,5% telesne mase na mesec pri začetnikih, recimo pri ženskah od 0,85 do 1,25%. Tako da spet ni toliko manjši, ne. Ampak če daš absolutno pa je, ker pač, ne vem, moški imamo poprečno lahko 80 kg, ženske imajo 55 in zaradi te razlike so razlike toliko večje na dolgi rok, ne. Zdaj, kaj čem s tem reči, recimo, če želiš gledati 1,25% pri nekih 60 kg, zaradi lažje matematike, je to, koliko je, dobre pol kila, ne, na mesec. Dobre pol kila na mesec pomeni v enem letu 6 kg, ampak je treba tle poudariti, da je to zgornja meja in se to zgodi, če je upoštevano res optimalno. Se pravi, da imaš optimalno sestavljen program, da resno treniraš. Dajmo reči, da je to neka zgornja meja, ne? Kar neka povprečna ženska, ki začenja in ne bo dosegla. Poanta vsega, kar sem rekel, je, da se te zadeve dogajajo ful počasi. Ne boš v 3 mesecih se zbudil in ojej, kak so nato, ne. Nemogoče, ne. Počasi, ne. Sploh pole je tudi odvisno verjetno od starosti, ne, mlajši, ko si bolj hitro gre, oziroma starejši, ko si malo bolj počasi. Ja, ne, en toliko je, ma spet ne toliko. Veš? Ja.
Zdaj, pri ženskah je treba zavedati se tudi, da za razliko od moških imajo nihanja hormonov tudi zaradi menstruacije, zaradi menstrualnega cikla. Ne? In menstrualni cikl pri nekaterih ženskah recimo povzroči ful velike spremembe na videz. Recimo v napihnjenosti trebuha, v zadrževanju vode. Pač žensko telo lahko izgleda res drugače v istem mesecu ob različnih fazah cikla. Ne? Mogoče si videl kdaj na Instagramu, kakšna ženska, ki se poslika trebuh v bistvu v PMS fazi, torej tik pred menstruacijo, ne? Je to ful nabreklo in pol v folikularni fazi, torej po menstruaciji, je to ful bolj ravno. Ne? In so te zadeve, ki so bistveno bolj velike na krajši časovni rok, kot je sprememba neke mišične mase. Ne? In zdaj, če si predstavljaš, pri neki ženski se lahko določene stvari zgodijo istočasno in dobijo nek slab feedback. Recimo, so to neki prazniki, ne? Več je tega druženja ob mizi, več bojoš, več se družiš, veš nekak žur in tako. In hkrati dobiš ta del cikla, kjer je mogoče tvoje telo malo bolj nabreklo in kar naenkrat se zdiš sama sebi, recimo bolj, ne vem, neprivlačna, dajmo reči, ne. In hkrati, ne vem, če recimo istočasno se izvaja neka vadba za moč, ko lahko to predpišeš vadbi za moč, ja, napačno povežeš, ne. Tako da je treba biti pazljiv na te stvari, oziroma če jaz ko treniram ženske in dostikrat to omenim, bi rad, da to vejo, da je to naravno, da je to del njihove narave, ne. In kar se tiče razvoja mišične mase, vedno spodbujam, da je to dobro, da je to fajn, posebej, da je to zdravo. Posebej, ker so ženske podvržene po menopavzi, so podvržene upadu mišične mase, so podvržene zmanjšanju kostne gostote, in če se one ukvarjajo že od zgodaj z vadbo za moč, v bistvu lahko te spremembe ustavijo zelo dobro, ne? Ali pa imajo toliko rezerve zadaj, tako da je bistveno za neko žensko, da ima dovolj mišične mase. Ne? To bo v ozadju neki lepotni standardi, ki včasih so izven moje domene. Ne? Zdaj, kaj bom jaz, ne morem jaz reči neki ženski, kako naj se ona počuti v svoji koži. Pač lahko ji povem svoje mnenje, kaj je zdravo, da je to okej, ne. Še vedno pa je treba biti tle malo pazljiv, ko pač govoriš o videzu, ne. Ker to je lahko zelo občutljiva zadeva, ne. Definitivno pa se izogibam oziroma ne podpiram nekemu nesmiselnemu hujšanju, ker to še poveča pol možnost za prenizki vnosi, to je dostikrat prisotno pri ženskah, ne. Hočejo hujšati, prenizki vnos energije, posledično trening ne gre najboljši, regeneracija slaba. Se poruši vse pole. Pri kakšnih športnice, ki tekmujejo v kakšnih estetskih športih, so precej podvržene temu. Razvijajo Rett sindrom, izguba kostne gostote, zmanjšanje kostne gostote, izguba menstruacije. Pomanjkanje energije. Ja. To je problematično, na to je treba opozarjati. In kot nek trener, ki dela ženskami, moraš to znati videti. In če je treba usmeriti naprej, če to postane situacija taka, da ni več v tvoji domeni, da bi to reševal, ne. To smo posneli z Urošem Perkom, dr. Urošem Perkom, prav na to temo, ne, od duševnega zdravja. In če kakšnega poslušalca, gledalca zanima, bom dal v povezavo od spodaj. To mislim, da je bil 9. podcast. Ja. Ampak je zmeraj lažje, če recimo v fitness krogih, kjer imaš ti osebnega trenerja, tu lažje se mi zdi prepoznati in pole tudi učinkovati na to, oziroma nekaj narediti. Medtem ko v športih, kjer zahtevajo pole športi še nizko telesno maso, ne, je pa še toliko težje, ker so tudi Uroš omenil, da so pač konflikti interesov, ne. Tekmovalka mora biti lažja, ne. Hkrati, če je lažja, bo imela pole boljše rezultate, tako da je nek pritisk od zadaj, tudi trenerji pole dajo nek dodaten pritisk, ne. Ampak je pole zmeraj pa lažje pole v fitness krogih, čeprav v fitness krogih je pa ful prisotna, oziroma tako nasplošno, pa socialna mreža, kjer pole spodbujajo
pač neke mogoče ideale, ki niso jih najbolj zdrave, ne, tako da je pole. Plus in minusi so pri obeh, no. Ja, itak. Treba se zavedati, da v socialnih omrežjih prihaja do nekega survivorship bias, ne. To pomeni, da v ospredje zaradi algoritmov prihajajo ekstremne stvari, zanimive stvari. Med njimi so slike teles ljudi, ker določeni ljudje radi stavijo na socialna omrežja pač njihovo postavo, zaradi tega, ker je pač nadpovprečna, izjemna. In to so stvari, ki se šerejo naprej, ne. Tako da problem je, če se začnemo s tem enačiti, ali pa če to jemljemo kot nek ideal, ne. Ker večina teh je nedosegljivih, ker so recimo, kdor ima res izstopa tle, je genetsko superioren, ne. Mislim, ne pravim, da ni, absolutno je tudi trdo delo zadaj za vsem tem in temu ne oporekam, samo ko se te dve stvari povežeta, pol dobimo res te izjemne postave, ki pol hodijo ven in mi jih vidimo na dnevni ravni, ko štrkamo po telefonu lahko, ne. In pa, če se s tistim primerjamo, to ni najboljši za našo samopodobo, recimo, mislim, dobro je, da se zavedamo, da realen svet ni tak, ne. Dejansko, če jaz opažam, večina žensk, ki hodi tle, je v neki populaciji realno izjemno nadpovprečna, ne, v moči, v mišični masi in tako. In to je tisto merilo, ki se ga moramo zavedati, ne. Treba se zavedati točnost informacij in podatkov, recimo, kaj pomenijo socialne omrežja in to, ne. Saj, kaj enkrat ozavestiš te zadeve, je lažje, ne. Zdaj, če tega ne veš, je mogoče malo težje, ne. Ja, problem se mi zdi, saj kako jaz vidim, je, ker ta socialna te vplivajo pole tudi na podzavest, ne. Se pravi, ti dostikrat nezavestno scrollaš, ne, in pole te stvari ostanejo v podzavest in pole tisto te tudi s nekim ciljem, ki niso lih pravi, ne, oziroma ta drug problem, ki smo dobili pole tudi vprašanje sledilca, je pa recimo v teh poplavi trenerjev na socialnih omrežjih, kako prepoznati tiste ta prave, oziroma kako prepoznati neko kvaliteto v nekem osebnem trenerju, ker dostikrat je sploh zdaj v tej dobi, so bolj uspešni, oziroma uspešni na videu, so pač tako v narekovajih uspešni, tisti, ki imajo velik following, ki so naredili svojo ljudi, ki jih spremljajo skozi svojo postavo oziroma skozi svoj videz, ne. Tako da mogoče kako ti gledaš na te stvari oziroma kako ti prepoznaš neko, komu zaupati kvaliteto posebnega trenerja in tako. Mislim, meni je bolj pomembno sporočilo, kaj širijo, ali pa vsebine, ki jih širijo. To so tiste zadeve, ki za mene določajo, da nekomu sledim, da mi je zanimiv, ne. Zdaj, istočasno je, če postavim malo mogoče filozofsko vprašanje, kdo je tle kriv, ne. A je kriv tisti, ki to šera, ne, a je kriv tisti, ki temu verjame, ne. Tako da, glede na to, da na svet ne moreš ti vplivati, kaj bo kdo drug delal, lahko vplivaš na to, komu boš verjel, ne. Tako da zanimivo je, oziroma priporočljivo je, da človek tle razvija neke osnove kritičnega razmišljanja, da prepozna dobre argumente, da prepozna pomembne informacije oziroma točne informacije in na podlagi tega, da bolj izbere, mogoče še tle zraven doda, da izbere nekoga, ki je recimo s prepričanimi vrednotami njemu podoben, ne. Kar se tiče samo promocije preko telesnega izgleda, če si trener, jaz mislim, da to ni primarna zadeva, ki bi jo mogel delati, ker v bistvu v ospredju morajo biti tvoje stranke, primeri, kaj si uspel, mislim, kako si lahko nekomu s tvojo strokovno pomočjo pomagal, da je bil boljši, oziroma pomagal doseči nekaj, česar ne bi mogel sam, ne. To je po mojem poanta. Zdaj pa, ja, sej tudi jaz sem bil v preteklosti, sem dal kako sliko svojo gor in na nek način je pač to reprezentatira tebe, pač to delaš, ampak ne sme biti poanta v tem, ne. Ni to ključno, ne. Ni to tudi neki, mislim, motivacijsko lahko je, ampak
jaz gledam na motivacijo malo drugače, kako jo doseči pri posameznikih. Ja, jaz sem tudi, recimo, pred leti sem se ful sekiral, mislim sekiral, obremenjeval zaradi teh socialnih, ne, ker se mi zdi, da smo si kar, pač podobno, jaz smo tudi pod to filozofijo, reč verjamem tistim, ki so res pristni in tako, ampak hkrati včasih me je ful frustriralo, da nekateri, ki so še začenjali, recimo s prehrano, ki so začeli, ne, so kar naenkrat dobili ful velik following in ful enih strank, zaradi tega, ker so imeli pač bolj tako, so bili bolj kot osebnosti, malo bolj take sledljive in tako. In pole tudi, kdaj sem se me je povleklo v to, da sem šel v neke argumente na socialnih omrežjih oziroma v neke spore. In zdaj pa ne toliko, da sem se pa malo umrknil in prav res pač šerati tisto, kar jaz verjamem, pa se ne toliko obremenjevati s temi argumenti oziroma socialnimi omrežji, ker se mi zdi, ko padeš v enkrat v to, da se začneš obremenjevati s tem, kaj drugi počnejo, pa da to ni, da ne gre v pravo smer. Mi zdi, da se hitro padeš v ta začaran krog. Tako da se mi zdi, kot si rekel, ne, širiti neke kvalitetne informacije in da ne postavljaš sebe v prvi plan, ampak recimo neke tvoje rezultate, pa tvoja filozofija, prepričanje stranke in tako. Tako, ja, jaz mislim, da kakršnokoli primerjanje z drugimi na tem področju je brez veze v bistvu. Ker bolj kot da energijo zapravljaš za to, se mi zdi smiselno, da probaš razviti neko svojo pot, ne? Probaš prepoznati svoje vrednote, svoj način dela in tisto razvijati. Ne? In tle imaš neomejeno možnosti, kako pač se izboljšati. Tako da ti ne boš spremenil sveta, lahko boš spremenil sebe na prvem mestu in mogoče boš spremenil svoje okolico, lahko bližnjo okolico. Ne? In tle se začne. In tle imamo priložnost, vsak posameznik, posebej v našem razvitem svetu delati. Zdaj, kaj se skriva za socialnimi omrežji, koliko so te stvari realne, kar so tam predstavljene, ne vem. Tisti, ki so dosti po socialnih medijih, nimajo življenja oziroma so ful razočarani, lahko v nekaterih primerih celo nad življenjem, da pole toliko posvečajo pozornosti socialnih. Ampak pustimo, ker to je kompleksna tematika in lahko bi debatirali cel podcast samo tega. Veš, kaj zadnjič sem videl, si dal objavo na Equilibrium page od ciljih, pa mi bi rad, da bi še malo tle sestavili. Spravi, v tisti objavi si napisal, da v bistvu si govoril o tem, da v nekaterih primerih pač ti za vadbo oziroma za neko trening fitness ne rabiš ciljev določenih, ampak je boljše oziroma je dosti več dobiš iz tega, če imaš neke cilje, zakaj to počneš. Tako da mogoče se ustaviš še malo pri tem, zakaj cilji, pa tudi kako si jih postavljati. Zdaj recimo nekdo, ki začne z vadbo, kako recimo si izbere nek cilj, ki mu polega pohanja potem naprej. Mislim, na začetku so cilji predvsem zelo splošni. Ne? Dosti ljudi rad bi izboljšal svojo kondicijo in to je tako nek cilj, ki ga zelo pogosto slišim. Ne? In jaz vem, da bom s osnovnimi metodami uspel to doseči, ne? In pol v sodelovanju in s komunikacijo in z opazovanjem vidim, kje je ta človek bolj talentiran, kam ga usmerja. A je dober v težeh, ne? A je mogoče malo boljši v kalisteniki, privlačijo kardio naprave. Ne? In na podlagi tega pravim malo dobiti več informacij, kaj je žene, ne? Kaj mu je zanimivo, kaj res rad dela. Ne? In tam pravimo določiti neke cilje, ki so tako ambiciozni, ampak realni hkrati. Ne? Cilji so pomembni z tega vidika, ki nam dajo neko pot. Ne? Meni je lažje napisati trening za nekoga, ki ima ful določen cilj, kot pa za nekoga, ki ga nima, ker moram pač do določene mere ugibati o tem programu. Ne? Če pa ima zelo jasen cilj, je pa program res enostavno napisati. Ne? Tako da, cilji nam dajo neko pot, nek fokus in neko vztrajnost takrat, ko jo rabimo. Ne? Kadar nimamo motivacije, kadar smo na tesnem času, pripomorejo k temu, da se boljše organiziramo, da najdemo čas, da se pripravimo. Ne?
Recimo, če vemo, da smo na tesnem s časom, že par dni prej probamo nekaj narediti za to, da prijemo na trening pol konc tedna, ne pa prepustiti na ključu in pa zadnji dan spustiti trening zaradi obveznosti. Tako da cilji v bistvu povečujejo neko organiziranost, neko doslednost in konstantnost. Ne. To je poanta. Je pa važno, da so cilji res tisti tvoji, ne, individualni. Torej, da ne izbiraš ciljev zato, ker si nekje to videl, da bi mogel tako recimo izgledati, ali pa zato, ker ti je nekdo rekel, da res izhajajo... To, kar se zdi super. Ja, ali pa zato, da ni to nek social pressure goal, ne. Ampak da je res, ne vem, hočem narediti 10 pull-upov, zato ker še mi pull-upi res full dori, ne. Super, naredimo, ne. Ali pa, ne vem, hočem shujšati, zato ker mi je nekdo rekel, da moram izgledati lepši na plaži, ne. Mislim, to je tako, to nisi ti, ne. In tle, recimo, če vidim kakšno disociacijo med dejansko želenimi cilji in med tistimi, ki so sporočeni, pravo malo bolj vrtati noter in ugotoviti res, kaj privlači, kje je njegova iskrica v povezavi z vadbo, ne. Selik, tu sem te vprašal, kako pa nekomu pomagaš, da prije do nekih lobih ciljev. Prvo moraš pokazati, da je sposoben, ne. Se pravi, mu sestaviti tak program vadbe, da on napreduje, ne. Ko mu pokažeš, recimo, kaj mi beležimo vse treninge, ki jih naredimo, da imamo pregled nad zmogljivostjo, nad napredkom in rečeš, lej, en mesec nazaj je bilo toliko, danes upaš toliko, vidiš, da ti gre, čeprav praviš, da ne upaš, ne. Pa le koliko, recimo, si naredil, ne. In potem on začne to zaveščati, začne biti pozoren na to, ne. Tako da dobi tist mindset, da zmore, ne. To se mi zdi ful pomembno. Da dobi samozavest, nek pogum in to. In to je za mene res, mi da veliko mero zadovoljstva, ko vidim ta shift, ne. V bistvu z neke zunanje motivacije mogoče, ko nekdo misli, da ko v bistvu je motivacija za vadbo je zaradi tega, ker bi to mogel narediti, ne. Recimo zaradi zdravja, recimo tak, ali pa ne vem, če so prisotne kakšne bolečine, ali pa zaradi nekega slabega počutja, ker vidiš sebe, da ne delaš nič, ne. In je to pol neka zunanja motivacija, ker bi bilo tako prav, in ko iz te zunanje motivacije prešalta v notranjo motivacijo in se spremeni miselnost v smislu, zato ker to hočem narediti, zato ker to zmorem in zato ker to želim, ne. In to je tisti shift, ki ga rad probam izzvati z praktično individualno prilagojenimi pogoji, ki mu jih dam, ne. Tako, recimo, ambiciozni, realni cilji, specifični, da res, da veš, da si nekaj osvojil, ne. Recimo, rad bi bil bolj močen, ali pa rad bi izboljšal kondicijo, če imaš tak cilj in če ga ne specificiraš, ne, no boš točno vedel, da si ga dosegel, zato je pomembno, da imaš specifičen cilj. Hkrati te pa oni, ko si rekel, neki cilji, ki so res tvoji, ki jih res čutiš, tisto te pole pohanja naprej, te vleče naprej, te daja ne samo tle, kadar treniraš, pa tudi tako nasplošno v lifeu dobiš nek zahon, ne. Pole pa sploh, ko vidiš rezultate, ne, pole pa sploh ti da še toliko več zahona, ne. Ja, v bistvu, tvoje vedenje poveže s dejansko identiteto, ki jo imaš, ne. In to je neka stvar, ki deluje sinhrono in to je tisto, kar te pelje naprej in si v nekem flow. Ja, in kadar rata ti tvoja identiteta, pole si pa na konju, ne. To je prav ono iz knjige, ne, ta Atomic Habits, rata tvoja identiteta in pole se navade poklopijo z identiteto, ne. Tako da... Ja, moraš biti, probaš sinhronizirati s tem, Tako, čakaj, da vidim, če imamo še kje iz prvega dela, ki smo rekli. Dobro, mislim, da z prvega dela, tako kar smo okvirno rekli, da bi govorili, smo vse, zdaj lahko gremo drugi del, ki je malo bolj specifičen, oziroma lahko tudi malo bolj napredne, bi začel kar z enim vprašanjem, ki se direkt, mislim, počas se veže na to, kar smo to zdaj govorili. Eden je vprašal, en sledilec, oziroma tudi trener, je vprašal, kaj je boljš za zdravje in dolgoživost, ali moč, ali vzdržljivost na moč. Tako da mogoče za začetek malo definiraš za tiste, ki ne poznajo razlike in potem se vežeš na to, kaj po tvojem mnenju bi bilo boljš tako za zdravje, dolgoživost in tako.
moč in vzdržljivostna moč v bistvu to ni črno-belo, ampak je nek spektrum, ne moremo reči. Ne? Moramo vedeti, da mi bomo bolj sposobni razvijati silo v pogojih, v katerih treniramo. Torej, če treniramo pri nižjem rangu ponovitev, bomo imeli više intenzivnosti, se pravi, bomo postajali bolj absolutno močni. Medtem ko obratno, če bomo trenirali pri višjih ponovitvah, bomo lažje izrazili silo pri teh malo nižjih intenzivnostih. Ne? Ta je razlika, vadba za moč, vadba za vzdržljivost. Recimo, nek powerlifter bo, recimo, če preračunaš ti njegov, ne vem, da ima en powerlifter, ena RM, 200 kg počepa, koliko bo naredil maksimalnih ponovitev z, ne morem reči, 60% bremenom, ne? Jih bo naredil manj, kot jih bo naredil nekdo, ki trenira Za 10 RM. ja, zato ker je bolj specializiran pri maksimalnih bremenih. Tam boljše izraža svojo moč. Ne? Nekdo drug pa recimo, ko bo treniral 15-20 ponovitev, ko bo delal, in bo na podlagi tega izračunal recimo en RM, kar se da, ne bo nikoli za en RM dvignil. Ne? Tako da moramo vedeti, da je adaptacija tle specifična glede na obseg ponovitev, katerih treniramo. Zdaj, vprašanje za dolgoživost. Jaz mislim, da so obe metodi ok za to. Ena in druga spodbujata mišično rast. Ne? Jaz mislim, da mišična rast oziroma dovoljšen nivo mišične mase je pomemben za dolgoživost, je pomemben za neko funkcionalno gibanje v življenju, ki jih potrebujemo, je pomemben za zabavo, dajmo reči, da upamo delati aktivnosti, ki so nam všeč. In je pomemben, recimo, tudi z nekega vidika, da krepilna vadba na obeh poljih ali pa na obeh koncih spektra, kar sem omenil, ugodno vpliva na zmanjševanje pojava nekih bolečin v sklepih. Ne? Jaz mislim, da ni nekih bistvenih razlik med eno in drugo varianto vadbe, tako da najbolj klasičen odgovor tle bi bil, da izberi tisto, ki ti je ljubša, saj boš tisto delo bolj pogosto, več cajta in bolj konsistentno. Ne? Kaj pa recimo izbiranje vadbe, to sem se zdaj mi je prišlo na idejo, recimo izbiranje vadbe glede na tvoje genetske predispozicije. Poznamo različne telesne tipe, tudi poleg kako si genetsko, nekateri so bolj močni, se pravi absolutno močni, nekateri so bolj vzdržljivostni tipi. Kako pa recimo na podlagi tega je smiselno izbirati več vadbe za tvoj genetski tip, se bolj fokusirati na tizga ali bolj na tisto, ko si zdaj omenil, tisto, kar ti je ljubše, ali delati vse, tako spet za, ne vem, govorimo, ne vem, zdravje, dolgoživost. Jaz mislim, da je tle povezano eno z drugim dejansko. Ne? Ti boš delal tiste stvari, v katerih boš dober. Če boš napredoval v vadbi za moč, boš dobil tam neko avtonomijo, boš dobil tam neko motivacijo, ker boš napredoval in boš ste lažje in bolj konsistentno dlje časa temu posvečal. Medtem ko če si nek vzdržljivec, bolj genetsko, dajmo reči, in nisi tako odziven na vadbo za moč, boš malo straglal pri vadbi za moč. Medtem ko boš pri vzdržljivostni vadbi zaradi napredka bolj užival, bolj pač ista zgodba. Za neko dolgoživost bi priporočil kombinacijo obojega, s tem, da ne bo pol nekako bolj ciljni usmerjen fokus, ne bo bolj na tisti aktivnosti, ki ti je bolj pisano na kožo. Tako. Ja. Recimo, obojni lahko delajo za neko dolgoživost, čisto ok, 2-2. Dva vzdržljivost, 2 vadba za moč, s tem, da fokus je mogoče bolj na eni, kot na drugi. Nekje ohranjamo, pa blago razvijamo, drugo stvar bolj intenzivno razvijamo. To je čisto win-win situacija. Ja, ker recimo jaz kulaj, ki pač
vidim te stvari, se pravi, ne vem, če ti nekaj prav ne gre, koliko je smisel pušati, recimo, če si ti nek vzdržljivostni genetik, koliko si je smiselno pušati le v džimu, ne vem, ful velike kile, pa recimo vadba za noč, je spet malo se mi zdi kontraproduktivno, rajš, ko si rekel, se bolj posvečaš vzdržljivostni, pa pole za zraven, za dolgoživost, za zdravje še malo politiza, ne. Ja, v teoriji se strinjam, ampak v praksi zelo preveč hitro sodimo genetiko, ne. Zelo hitro preveč vzamemo genetiko kot v bistvu nek obrambni mehanizem, ne. In zaradi katerega ne naredimo tistega, kar bi mogli dejansko narediti, pa kar bi lahko naredili, da bi res izzvali nek dražljaj, ki bi povzročil adaptacijo, ne. Mogoče pa rabimo samo malo več, ne. Mogoče pa rabimo malo več intenzivnosti, ne. Mogoče pa ni problem v genetiki, ampak je problem v konsistentnosti, ne. Treba to dati črno na belo in videti dejansko, kaj se dogaja, ne. V teoriji se strinjam, ampak v praksi prihaja kolikrat do nekega samoopredeljevanja, čeprav nimaš v tistem trenutku še dovolj podatkov, da bi lahko to dejansko rekli, ne. Ja, tako da Ja, ker naša psiha pa ne, tu igrajo skozi neke igrice, ne, in se hitro uloviš v ta krog, ki ti pač rata neka nova realnost, čeprav mogoče niso fakti, jih dan, ne. Tako da včasih res fajn, da imaš nekoga ob tebi, da te malo, da ti pokaže drugačno sliko, ne. Ja, mislim, še zmeraj tudi, če ti genetsko, recimo govorim specifično za vadbo za moč, genetsko nisi tako odziven in ne dobiš toliko mišične mase v istem času kot tvoji sovadeči, še zmeraj, ali pa moči, še zmeraj so tle tudi drugi odzivi v telesu, ki so pomembni in so pomembni za zdravje, ne. Če boš ti spremljal dovolj spremenljiv, ne boš dobil non-responderje, ne. Se pravi, ne vem, v raziskavah poznam ene parih, ki so spremljali prečni presek, torej mišično maso, ne, NRM, moč in kaj še nekaj. Dobro, ne pride mi zdaj na pamet. Ampak če bi spremljali recimo še psihološki aspekt, če bi spremljali še recimo mineralno gostoto kosti, če bi spremljali presnovno zdravje, ne, sigurno bi dobili nek odziv, ne. Tako da lahko si low responder na tem oziru razvoja mišične mase ali pa mišične moči, ampak še zmeraj so drugi aspekti, so drugi parametri, ki so sigurno pomembni za zdravje, ne, tudi. Tako da je tudi tle mogoče zdaj pomisliti tudi to, no. Isto za vzdržljivost, ne. Cono 2 lahko dela vsak, ne rabiš ti videti genetsko, ne vem kaj, da boš šel hoditi v blah klanc. Tudi vsak to zmore, če ni poškodovan, ne. In vemo, da ima ta vadba izjemno ugodne učinke na srčno-žilno zdravje, ne. Tako da Ja, je pa verjetno, ko si prej omenil že parkrat, ne, za vrhunski rezultat oziroma karkoli biti vrhunski v svojem polju, je pa potrebno oboje, ne. Genetika in vadba, ne. In pole še drugi lifestyle faktorji, ne. to je zdaj drugi boj. Ja. Če govorimo o profesionalnem športu, pa če nisi... Mora biti oboje, ja. Mislim, jaz tam nikoli dober košarkaš, ne. Ja, tudi nikoli ne bomo na Tour de France, ne, je že šlo mimo tisto, ne, tisti vlak je šel, ne. Tako da zdaj, recimo, to me zanima, zdaj, recimo, če smo prej govorili predvsem o začetnikih, zdaj pa, če je nekdo začel, recimo v fitnessu, že trenira par let, pa zdaj se vidi, da je ful napredoval, kaj potrebuje za prehod v nekega naprednega vedečega, kot ti pač imenuješ ta pojem, oziroma nekega vrhunskega športnika. Tu je pa pole prije kombinacija verjetno različnih stvari, ni samo vadba, ampak so še drugi potem faktori, ne. Zdaj specifično drugi faktori, ampak okej, ti drugi faktori so pomembni tudi že prej, ne. Je pa res, da so mogoče v bolj naprednih fazah ti faktori ključni. En izmed njih je regeneracija, ker pri bolj naprednih moraš loviti optimalno razmerje med stresom, kar je trening, in regeneracijo, ne. Moraš skrbeti za dobro regeneracijo. Ja, ker smo tudi dobili eno vprašanje, kako je recimo pri nekem vrhunskem športniku izboljšati regeneracijo in kdaj vedeti,
da je športnik dovolj, se pravi spočit oziroma rehabilitiran, recovered, da pole lahko spet začne nov trening. Pole tle je bilo prav specifično vprašanje, kako če ti kaj poznaš, recimo krijo, oksigenacija oziroma cold exposure, oziroma če tudi ti kaj svetuješ pa uporabljaš pri tem. Mislim, mogoče bo ta odgovor malo dolgočasen, ampak 90% regeneracije je spanje in hrana. Se pravi, športnik mora spati 8 ur, 9 ur. Med spanjem se zgodi večina regeneracije. In istočasno rabi telo ustrezno prehrano, da prvo nadomesti vse nutriente, ki so bili porabljeni med treningom, in da obnovi, oziroma da telesu prehrana zagotavlja vse potrebne tudi mikronutriente, da pač telo pol konkretno deluje. In te dve zadevi so ključ regeneracije. In tle bi morali športniki dosti več delati na tem. Ostalo so vse neke bonitete temu. Zdaj, če to ne bo štimalo, ne bo nič pomagalo. Ne? Ja. Jaz mislim, da športniki lahko dosti bolj, naj se bolj posvečajo tem dvem zadevam, se pravi prehrane, naj dobijo nekega športnega dietetika, da jim predpiše ustrezno prehrano za njih, da izračuna malo energetsko porabo, vnos beljakovin, da ovrednoti tudi vnos širokega spektra prehrane, da telesu dovaja dovolj mikrohranil. Skratka, tle ena delavnica bi bila smiselna. In pol neke spalne navade, kako jih izboljšati, kako poprečno spati dovolj. Kar se tiče ostalih metod, dejansko ne poznam dosti, ker se nisem dosti s tem ubadal, ker sem pač vedno se ustavimo pri spanju in prehrani in je tle Ja, se velika večina tudi ne rabi tega, ne, splošno vedeče, ok, pole pri profesionalnih športnikih je drugačne. Jaz mislim, da tudi profesionalni športniki ne rabijo nekih ekstremnih metod regeneracije in je to mogoče malo bolj psihološko tudi, ne. Recimo, da ti nekaj delaš za regeneracijo dodatno, te spravi v nek pozitiven mood, zaradi katerega boš boljši skrbel še za ostale temeljne zadeve. Ne. Recimo masaža itak je fajn. Ne. Isto mrzli tuši ali pa ledene kopeli, mislim, da so za vzdržljivostne športe okej. Sem pa tudi že prebral nekje, da s tem, ko omejujejo oziroma zmanjšajo vnetne procese, negativno vplivajo recimo na razvoj mišične mase. To sem htel izpostaviti, da ledene kopeli in tuši so fajn za regeneracijo, čeprav zdaj prihajajo ful enih študij, da tudi za regeneracijo niso lih toliko, ko so mislili, da so. Ne. Je ful mentalno, se mi zdi, predvsem ta cold exposure, predvsem za mentalno, ne, za mentalno jakost oziroma mentalno močnost. Tle vidim neko priložnost. Recimo jaz tudi delam, ko se končam tuširati, vedno 2 minuti mrzle vode. Ne. Ne zaradi tega, da bi bil bolj spočit ali pa bolj regeneriran, bolj zato, ker mi je zanimiv feeling badanja s tem. Ne. Ker v bistvu ko prešalteš iz normalne vode na mrzlo, je to vedno šok, vedno doživiš kot nek šok. In prvi odziv telesa je nek beg. Ne. Ja, točno. Skočil bi ven in ta beg probaš dejansko začutiti in ga pustiti na stran in sprejeti tisto mrzlo vodo in v bistvu tisti feeling je dor. Ja, ker tudi reguliraš svoj nervozni sistem, pač tudi pomaga se tudi naučiti, kako je jeti iz boja, ne nazaj v ta res tam digest oziroma tisto, ja. Tako da nekako je lahko neka vaja za handlati nek stres nenaden, ne. Da se ne odzoveš, ampak da sprejmeš. Ja, in pole so bolj. Ja, jaz tudi sem na začetku mislil, da to je ful dobro in za regeneracijo in za
Pole sem prvič videl, ko si omenil tu študijo, da je pač za hipertrofijo celo slab, ne, ker v bistvu prekine ta signal inflamacij in pole mišica, v bistvu pole na konci, če narediš ti po treningu moči oziroma hipertrofije še mrzo tuša, pa ledeno kopel, je kot da bi naredil poti za treninga, zdaj, ker ne dobi toliko feedbacka mišica. Ne. Ampak potem se mi zdi ta mrzli tuši, kopeli so predvsem bolj za zdravje dolgoživa, recimo kakšne te avtoimune bolezni, pa težave z duševnim zdravjem, se mi zdi, da bolj na tisti aspekt, ne. In ko smo zdaj govorili, mentalna trdnost, ne, tako da. Možno, jaz sicer v tem spektru ne poznam vpliva, no, tako bolj na te psihološke zadeve. Tako da, kaj pa recimo, enkrat ste imeli, si mislim, da lani poletje ali 2 leti nazaj si imel ene športnice tle na pripravah in si prav naredil objavo od overreachinga in akumulacije utrujenosti. Tudi me zanima taka dobra debata, kako se pravi, itak za športni uspeh oziroma za neko progresijo rabiš tudi overreaching in nabiranje utrujenosti, tako da me zanima, kako se pravi se hendla tudi dvoje. Se pravi, po eni strani rabiš to, po drugi strani pa nočeš, da je preveč overreachinga, kako pa prije do kontra. Mislim, to je bil tudi drugi del prejšnjega vprašanja, sem pozabil odgovoriti. Kako vem, da je moj športnik kako vem, da je dovolj regeneriran. V bistvu tle je komunikacija ključna in neki parametri, ki jih moraš spremljati. Obstajajo neki vprašalniki, ki ti nekaj povejo in spremljaš recimo spanje, kvaliteto spanja, spremljaš neko počutje, nek stres, razdraženost, odnos do bližnjih, ne? In spet moje z apetitom se da, ne, spet če se preveč, če nimaš apetita, pomeni, da si malo a pa obratno, če previsok je, oboje lahko, ja. Visno, kaj si ne. Tako da imaš neke parametre, ki jih lahko spremljaš, eni so pač, dajmo reči, počutje, in jaz sem imel ta vprašalnik, ki sem mu dal ime počutnik. V tem obdobju so te moje športnice reševale to in smo spremljali skor. In ko smo videli skor, da je poprečen, smo rekli, ok, gremo naprej. Ko je skor padel, smo ratali pozorni. Ne? In seveda so tle tudi druge zadeve. Je performance, ki ga spremljaš, recimo RPE vrednosti, to ti je znano. Ne? Se pravi, gre se za samo ocenjevanje napora, ne? Pri vadbi z bremeni. Zdaj, če so pri istih obremenitvah RPE-ji večji, vemo, da nekaj ni ok. Mislim, če je trend tak, ne. Zdaj, ena serija lahko je tehnična napaka, ampak če vidiš, da je trend tak, vidiš, da telo ni regenerirano. Ne. Po drugi strani je zgolj komunikacija. Ko ti poznaš športnika in ti bo nekaj rekel, se ne počutim najbolj spočit, se počutim utrujen, ko se zjutraj zbudim, so sklepi malo bolj boleči, mišice bolj zategujejo, rabim več cajta, da prijem k sebi, rabiš več cajta za ogrevanje, takrat je bolj tisto, kaj je za spremljati. Ne? Do neke mere pri vrhunskih športnikih moraš pušati malo skozi to, ampak moraš pa biti zelo alert v teh primerih, da jih ne preforsiraš, ker če jih bojo rabili za regeneracijo več časa, kot bi ga sicer. To pomeni, da jih boš mogel deloadati več časa, kot bi bilo treba. Ne? Tako da, kadar sprije do tega, naredimo deload ponavadi. Kar pomeni, da zmanjšamo dozo treninga in pustimo telesu, da se spočije. Se pravi, probamo zmanjšati nivo vseh stresorjev. Ne? Trening je samo en stresor. So v življenju tudi drugi stresori. Dosti teh vrhunskih športnikov je tudi nekih študentov ali pa imajo zraven še neko delo, ki niso pač profesionalni, da bi od tega lahko živeli in morajo zraven handla še cel life, ne. In to je ful težko. Posebej, ki iščeš neko zaposlitev ali pa ki si še nov v neki službi ali pa ko imaš kakšen izpitni rok in tako, ne. Tako da te stvari je treba malo handlati in tle je komunikacija ključna, ne. Spremljam tudi, recimo, pri športnikih, pri katerih razvijamo eksplozivnost, spremljamo tudi višino vertikalnega skoka in gledamo trend. Ne. Načeloma med pripravami želimo, da trend raste, če trend pada, je to spet nek alert. In pa imaš več tih spektrov. Ne. En je performance, drugi je občutek v telesu, se pravi
pojav bolečin in ta spekter, in tretji je pole nek vprašalnik, ki ga imam. In če vse te zadeve gledajo v isto smer, takrat pole zmanjšamo obremenitev in pustimo telesu, da se spočije. Ne? Jaz uporabljam ta, se pravi, vezano na neko avtoregulacijo treninga, ne uporabljam nekih fiksnih shem, recimo 3 tedne loadanja, 1 teden deload. Ja, se tu sem mislil vprašati, glede teh deloadov in tako, če imaš kakšen sistem ali tudi kako pole potekajo deload tedni, koliko zmanjšaš intenziteto in tako. Ful verjetno odvisno od individualna športnika in tako. Ja. Pri športnikih, ki so v kondicijski pripravi, precej zmanjšam, zato ker oni imajo takrat ponavadi, kadar delamo tako napredne faze kondicijske priprave, oni so v tekmovalnem ali predtekmovalnem obdobju in je njihov trening tudi visok. Tako da v teh primerih res naredimo golo ohranjanje, kar pomeni, da par skokov, par ponovitev in trening je praktično narejen v pol ure. Ne? Je pa fora deloada je ta, da probaš ti v bistvu ohraniti kar visoko intenzivnost, ne? Recimo, da ne dropaš preveč, mogoče 5-10%, bistveno pa zmanjšaš volumen, torej število ponovitev in serij in vaj. Recimo, kakšnih asistenčnih vaj, to vržem se ven. Tako da, načeloma deloadi potekajo tako, da daš zelo malo še zmeri visoke intenzivnosti in volumen znižaš. Ne? Ja. Kaj pa recimo, ko prije do nekih platojev, lahko to in pri vrhunskih športnikih in pri recimo naprednih športnikih, ki jih imaš tle v džimu, ko pa recimo tam dostopaš, kaj recimo spreminjaš oziroma kako oceniš, zakaj je prišlo do tega, pa kako na tej podlagi pa tudi ukrepaš. Zdaj, platoji so precej normalen pojav v razvoju zmogljivosti vsakega bolj naprednega vedečega. Začenjaš vedno s tem, ali je plato nastal zaradi mogoče utrujenosti in probaš to izločiti. Če ni nastal zaradi utrujenosti, probaš, še prej moraš ovrednotiti konsistentnost na treningih. Torej, kaj se je dogajalo z vadbo v zadnjih parih tednih, v zadnjem mezociklu. Če je recimo se nivo vadbe zmanjšal, je to razvoj najverjetneje za plato. Če je to ostalo enako in je utrujenost, ni prišlo do pojava utrujenosti, saj te parametri, ki sem prej razlagal, ne kažejo to in se posameznik počuti ok, ne pride do upada motivacije, psihološko je ok, potem najverjetneje je prišlo do te faze nezmogljivosti, ko je treba dozo enostavno dvigniti. Dozo treninga, ker recimo posebej pri vadbi moči, če gledaš dolgoročen razvoj forme, se bo doza treninga povečevala, ne? Od začetka dokler se pač nekdo s tem ukvarja. Ne? Ker pač, če pomisliš, s tem, ko povečamo dozo, povečamo držljaj in smo na predhodni držljaj očitno neodzivni. Ne? Tako da na koncu v bistvu pri zelo naprednih vadečih pride do zelo fina in elegantna ohranjanja razmerja med treningom in regeneracijo. Ne? Bolj, ko boš nabil v trening, večja bo možnost za utrujenost, močnejša mora biti regeneracija. Ja. Tako da... Kaj pa recimo, če je kar intenziteta v zadnjem obdobju bila visoka, oziroma da vse rekel bi možno, bolj prije do platoja, kdaj se začneš pole igrati z volumnom oziroma z intenzivnostjo, z bremeni, ali pole tiste zadnje malenkosti so tisto? Misliš po kakšnem času? Ja, tako, pa recimo tako, ja, kako to pole usklajuješ, ali je to ful spet individualno? Ali se niti ne toliko posvečaš? Ne, treba je določiti začetek, kdaj se je plato pojavil. Ponavadi ga zaznaš za nazaj. Ne? Tako vidiš, ko se parkrat breme ponovi, ali pa da se RPE recimo ostajajo enaki pri istem bremenu.
in ni tega napredka, pol nekako določiš, da je prišlo do platoja. In pol probaš, ker sem prej razlagal, najti razlog, zakaj, ne, mislim vzrok. In pol probaš najti rešitev za to, ne. Zdaj, rešitev ni vedno možna, ne. Veš, nekdo trenira že 3 do 4 na tedensko in bi mogel dodatno noter še kakšno 10 do 15% povečanje volumna. In že zdaj so mu treningi naporni. Pač, to je bolj težka situacija, ne. Ker se zavedaš, da si prišel do nekega limita znotraj časa, ki ga upaš nameniti za to stvar. Verjetno svoje zmogljivosti. Ja. Zdaj, v takih primerih jaz kdaj zamenjam fokus, ne. Recimo, če imam nekega naprednega vedečega, ki sicer ni powerlifter, ampak dosti dela na squat, bench, deadlift, ne, pravim malo zamenjati vaje. Zamenjam recimo bench za dipe, ne, ali pa deadlift dam magari, namesto da delamo da je končni cilj tisti 1 RM, gremo zamenjati varianto in delamo bolj romunski na volumen, ne. Veš, tako da probaš malo zamenjati in s tem razvijaš mogoče malo drugačen stimulus ali pa drugačen cilj, ne. Če ne imaš pa tudi, predvsem pri naprednih vadečih, imaš pole, ko pride do platoja, lahko menjaš faze treninga, ne. Recimo imaš fazo akumulacije volumna, akumuliraš volumen in pol prideš do faze, ko zadeneš ta plato in takrat narediš fazo intensifikacije. To pomeni, da dropaš volumen in povečaš intenzivnost. Ne, recimo primer iz 4x6 serij na neki vaji, greš na 5x3 in povečaš za kakšne 5 do 10% breme, ne. In pol, recimo, to se je izkazalo pri powerlifterjih kot zelo dobra zadeva za pušati pol tudi volumen naprej, ne. Ker ti prideš do neke nove absolutne moči, ne. Recimo je bil tvoj 1 RM prej, predpostavljam, 150 in ga skozi fazo intensifikacije zvišaš na 160. Pol, ko začneš spet delati volumen, imaš procentualno delaš na nižje obremenitve, ne. Recimo 120 kg pri 150 je drugače, je v bistvu točno 80%, pri 160 kg je malo manj, ne. In na ta način pol gradiš več volumna, tako da cikliziraš med fazo akumulacije volumna in fazo intensifikacije, in na ta način gradiš formo, ne. To je pole bolj strategija za napredne vedeče. Ampak zato pa tudi delaš pri tekmovalcih, ne. Kaj recimo je cilj powerlifting, pri drugih, ki pridejo do te točke, lahko samo malo menjaš fokus in daš mogoče nove vsebine noter, ne. Recimo kombiniraš, to, kar jaz tudi tako naredim, če nočejo vztrajati v powerliftingu, recimo, pa če nimajo tega namena, jih probam usmeriti dajmo reči temu powerliftersko podobnemu treningu k bolj kalisteniki, ne. Ne vem, jih ne probam naučiti stojo, je zanimiva stvar, je super, če nam stojo, ne. Ali pa jih probam naučiti muscle up, ne. Veš, je še zmeri napredna zadeva, ampak so malo bolj zeleni v tem, ne. In je spet pol dobijo feeling, ok, tle lahko Tudi pol je nov zahon, itak nove stvari, ne. Jaz si že parkrat omenil powerlifting, veš, ki me zanima, zdaj pred kratkim sem videl, da si bil na enem usposabljanju za powerlifting. Mene tudi tako kar zanima me, tudi z mene mi je bilo bolj všeč vadba za moč. Pa me zanima, zdaj, kakšni novi principi, ki si se naučil, ali pa recimo neke nove stvari, ki si jih spoznal tam na tem certifikatu. Ali je bilo mogoče tu, ki si zdaj razlagal, ali je bilo še kaj taza? Tudi, ja. Okay. To je bil en predmet. Sicer v osnovi to že poznaš iz poznavanja periodizacije, ne. Načeloma celotna športna periodizacija bazira na tem konceptu, ampak da smo šli bolj specifično v powerlifting, ne. Kako to aplicirati, kako te metode aplicirati v powerliftingu. Zdaj ja, to je kar obsežno v bistvu usposabljanje. Ni še končano, imamo še izpit za narediti. V bistvu zavzema več kot 100 ur.
Ja, tako da je kar legit zadeva. Mislim, da je ena ta boljših stvari, ki jih lahko narediš v Sloveniji, če hočeš biti nek strokovnjak za, ne samo za powerlifting, ampak tudi za poznavanje Za širitev. krepilnih vaj, ne. Veš, poznavanje krepilnih vaj. Powerlifting je na koncu tista absolutna točka, dajmo reči, krepilnih vaj pri razvoju moči, ne. A pa imaš na drugi strani imaš še weightlifting, ampak tam je malo drugače, bolj tehnično in bolj zahtevno, ne. Tako da mene je powerlifting od zmeraj zanimal, že pred časom, ko sem delal magistrsko na to temo, me je zanimal powerlifting. Ukvarjal sem se tudi z njim, čeprav tekmoval bolj nisem, oziroma bil sem samo na eni tekmi. Me pa zanima biti trener powerliftinga, ampak ne zdaj, da šaltam totalno moj fokus iz tega, kar sem zdaj v powerlifting coacha, ampak da nudim tudi tu možnost tle. Tako da da bi imel neko tekmovalno ekipico, par posameznikov, ki bi jih peljal na kako tekmo. To mi je zdaj cilj doseči če noter. Tako da to usposabljanje je bila pač super priložnost za to in zdaj, kaj sem se s tem naučil novega. Ful mi je bilo dobro, ker so bili praktično največji, po mojem mnenju, največji strokovnjaki na tem področju v Sloveniji, ki so pač naredili ta tečaj, ne. Recimo je Urban Mur, ki je predsednik Powerlifting zveze Slovenije in je tudi dober tekmovalec in je tudi dober trener, ima en kup posameznikov tle. V bistvu on je tudi trener pri Strength Guysih, kar so svetovno ena izmed boljših coach skupin. Pol je ekipa PTS je bila, ne vem, če poznaš, Phoenix Training Systems. Oni so bili tudi vsi na tem izobraževanju. Pol bench nas je imela Anja Kunstel, ki je slovenska rekorderka v benchu. Skratka, ful skoncentriran krog samih strokovnjakov in zanimivo mi je bilo, ko smo si šerali ideje, vizije, ko smo vsi izpostavili recimo določene težave, ki nastajajo pri učenju ali pa pri tem športu in vsak je predstavil svoj vidik rešitev, tako da v bistvu šeraš se neko kumulativno znanje z njimi in od izkušenj dobiš ful, ne, ker ti oni to zaupajo, ne. Zanimivo je bilo tudi, ker je bilo tudi praktično, recimo smo imeli praktične vsebine, vsaka dviga posebej, šli smo skozi vse dejansko. Tako da zvedel sem marsikaj, zvedel sem, mislim, podružiš se tudi s temi ljudmi in ta interakcija v živo ti da kako potrdilo, da nekaj delaš prav, ti da kako idejo, kako kaj zboljšati, ne. Tako da sem vesel, da sem se odločil še za to usposabljanje zraven, ne. Zanimivo. Se pravi, ja, so ti predstavljali bolj, da je to bolj tudi navadni programi, se pravi, ti se učiš tam, ne, ampak če ste imeli tako, da se je ful povezovalo med sabo, pa še tako boljše. Veš kaj je, v bistvu je bila to prva edicija tega usposabljanja. In vsi tisti, ki nekako sodelujejo pri zvezi, morajo nadalje tudi narediti to, če hočejo pač coachati, ne. In če hočejo tudi sodelovati pri naslednjih edicijah tega usposabljanja, ne. Tako da v začetku so bili že vsi tisti, ki že nekaj delajo powerlifting, ki že imajo ekipe powerlifterske, ki že vodijo ljudi na tekmah, ki se tudi s tem sami ukvarjajo. Tako da so bili res tisti, ki nekaj nadpovprečno o tem vejo, ne. Zato smo prišli lahko do malo bolj naprednih debat, do širjenja teh idej in tako, ne. Ja, to je zmeraj dobro, se poveze s takimi posamezniki, ki imajo iste interese, ki imajo podobne miselnosti, polerata ta vibe community, tako da je ful dobro. Tako, čekaj, da vidim, če je še kaj taza, ki smo tel, fleksibilnost, mobilnost. Jaz mislim, da to. Veš, ki me pa zanima, zdaj recimo smo dobili tudi eno vprašanje sledilca, ki tudi te pri tebi trenira, kakšni so tvoji cilji zdaj recimo? In tako na fitness področju, v življenju, biznis. Ok, fitness področje. Zdaj,
specifično sem se lotil z enim programom za powerlifting, powerlifting programom, ki je vezan na minimum effective dose. In so v bistvu preverjali, koliko res nek minimalni trening vpliva na razvoj forme, koliko rabiš minimalno trenirati. In v bistvu trening je sestavljen iz 3-krat na teden. Prvi dan delaš počep bench, drugi dan delaš deadlift bench in tretji dan spet počep bench. In prvo narediš enko, se pravi single na RPE 9,5 in potem narediš dve back-off seriji na dve back-off seriji 3 ponovitev na 80% od te enke. In to je vse, kar narediš. Se pravi, imaš 7 dvigov na trening. In je to trening powerliftinga. Dobro, jaz sem to še malo modificiral, sem dal zraven še asistenco, ki je bolj vezana na hipertrofijo, tako da hkrati dodajam tudi ta stimulus, ampak me zanima, koliko lahko s tem minimalnim treningom izboljšam performance. Powerlifting je zmerno veljal volumen, ne? Ja, ne govorimo o tem, da je to optimalno. Daleč od tega. Zanima me samo dejansko, kako bi to delovalo name in zanima me, koliko je pač to efektivno. Če bi hotel jaz maksimalno to izboljšati, ne bi se tako lotil. Zgolj tako, ker sem bral to študijo in ker sem videl, da v bistvu so ugotovili ful učinkovito pač intervencijo s tem načinom, sem rekel, da bom to probal. Čekaj, koliko cajta laufaš že to? Okej. Okej, pa nimaš še nekih feedbackov. Nimam še, ne. Bom probal vsaj 6 tednov in pa bom videl, kaj bo, ne. Hkrati je pa moj cilj tudi delati nek kardio. Tako da delam vsaj 3-krat na teden, mogoče enkrat od tega bolj intenzivno, bolj hit metoda, 2-krat je pa bolj tako cona 2 oziroma nižji rang cone 3. In to je lahko tek, kolesarjenje, karkoli, in to me niti ne dosti briga, kaj je. Niti me ne briga, koliko grem hitro. Važno je, da dobim tisti volumen noter, da pač se dobro počutim, ko to delam in ko to naredim. In hkrati, da uspešno menedžiram svojo telesno maso. Zdaj mi je cilj, da zgubim kak kilo. Včasih rabim obdobja, ko moram zmanjšati kak kilo, ker v bistvu sem človek z velikim apetitom in vsako toliko moram to malo nadzorovati, da ne akumuliram preveč kil. Tako da nekako moji vadbeni cilji so vezani zdaj na to dvoje. Hkrati še za hobi sem začel s tenisom, tako to mi je zanimivo, ker je nek nov šport, ki je igra. Že dosti časa nisem ničesar igral in je super. Tako da to je vezano na moj šport. Ostali cilji, recimo vezani na telovadnico, je, da izboljšujem ta sistem, ki ga imam, da prepoznam zadeve, ki bi lahko bile boljše. Cilj mi je pač itak se širiti, povečati, vedno pač povečati to dejavnost, da bi še zmeraj vse lepo teklo. Cilj mi je razviti tudi online coaching, tako za par strank. Ne vem, ki bi radi sodelovali z mano, ampak ki nimajo možnosti hoditi sem. In cilj mi je pač, recimo tudi cilj mi je dejansko, da dam Tini več dela. To bi mi bilo super, da smo tle v dveh. Te malo razbremeni. Ja, ne samo, da me razbremeni, ker praktično meni mi je delo večinoma me ne tako obremenjuje, bolj me obremenjuje, če ga imam malo, dejansko. Tako pač, da ratamo bolj nek tim, da nisem samo jaz z vsem tem in da recimo je tle tudi neka ženska energija coachinga, ki se mi zdi ful pomembna. Oziroma ona je v nekih segmentih malo drugačna, recimo ful dobro handla te večno mlade, da si kdo handla, stokrat boljši kot jaz. Tako da neke vsebine bi torej bolj dajal njej, ker vidim, da je
talentirana za njih, neke vsebine bi bolj imel jaz. Tako da se pravi v smerjah, da širim tle noter, mi je cilj tudi, da dobim še nekoga zraven, ki bi lahko mi malo bolj redno pomagal, ne. Tako da to je. Koliko je pa nasplošno v življenju, kakšne še cilje za recimo trenutno, ali eno še ti ni toliko? Ne, mislim, itak imaš, cilj mi je biti svoboden nekako, to je pač moja prioriteta v življenju, da se počutim, da sem svoboden in tle spada zraven, da delam delo, ki mi je všeč, da se znam zabavati, v smislu, da poskrbim tudi za ne samo kar se tiče dela ali pa profesionalizma, da imam čas za ljudi, ki so mi blizu, da grem pohajati, da imam čas za hobije in da imam čas za potovanje. Zdaj, cilj je vse to handlati, ne, ni zmeri simple. To je ta balans, ne? Zdaj, cilj mi je tudi pač, da se nenehno izobražujem, razvijam svojo stroko, da se povezujem s podobno mislečimi. Rad bi tudi kaj več ustvaril na področju informiranja, recimo ljudi. Zdaj, neki dolgoročni cilji, mogoče bi lahko uvedel, kdaj to sem razmišljal, da bi imel mentorstvo za trenerja, bolj specifično, da bi mentoriral pač bodoče trenerje, pač kako sem jaz recimo s svojo prakso prišel do nekih zaključkov, kaj je smiselno, kaj ne. Recimo, da bi lahko tudi tle se preizkusili v tem. Da recimo je tak dolgoročen cilj. To mentorstvo me ful zanima mladim. To mi je, recimo, ful se mi zdi, se dobro pokonektam z mlajšimi, vedoželjnimi, tako, recimo, ljudje, ki delajo tle prakso, meni je to top, ker sem jim mentor, ki jim povem, ki jih izzivam, ne, tako včasih jih kar nepripravljene jim dam narediti kakšno nalogo, ne, in jim dam to možnost, da prebijajo let, ne, da se opogumijo, da naredijo, da nekaj rečejo, da predlagajo, ne. In pol ovrednotimo te odločitve, vprašam, zakaj se je nekdo tako odločil, predstavimo hoče boljšo rešitev ali pa pohvalim, če je bila dobra in vidim ful zadovoljstva v tem, tako da mogoče bom kdaj to stvar širil, je pa odvisno vse od tega, kar bo svet prinesel, ne. Skratka, zelo na kratko, širiti, peljati to stvar naprej in videti, kam nas zapelje, ne. Zakon. Ful zanimivo. Ja, upam, verjamem tudi, da ti bo uspelo, kaj tek že zdaj uspeva, ne, tako da je pa res tako, da včasih moraš tudi malo počakati na signale, ne, da se stvari poklopijo, po domače povedano, ne. Včasih se pač stvari prav morajo poklopiti, ne, neke stvari, ne. In, ja. Ne, še eno vprašanje je bilo prav še eno tako malo bolj osebno, če si že kdaj v življenju sproval oziroma poskusil steroide oziroma te substance. To je zdaj ful taka tematika danes, in Bom vzel to vprašanje kot kompliment. oziroma je bilo prvi del vprašanja, je bil, če si nati ali ne. Ja, sem nati. Mislim, vse, če greš gledat moj performance, kar sem mogel ali pa kar moram zdaj, ni to nek big deal. Pač, recimo, da spada med napredne vadeče, ampak če bi šel na tekmovalni ravni, ne bi dosti dosegel. Isto recimo moja telesna sestava ni niti približno taka, ki bi lahko nakazovala na neko superiornost. Pač. Jaz mislim, da sem dober predstavnik tega, kaj se da narediti, če pač redno in dolgo časa treniraš. Sem jih imam že 32 let in treniram že od svojih 15-16. Sicer na začetku je bil pač trening tako, je bil, nismo imeli pojma, kaj delamo, tako da usmerjen je bolj zadnje 8 let, dajmo reči. Tako da, ne, mislim, ja, sem dan tega. Ne, vse drugače je pa zanimivo, ne vem, če kdo pozna FFMI indeks, se pravi Fat Free Mass Index. In v bistvu kdor v populaciji, v gym populaciji, da se razračunati, ne vem točno formule, ampak dobiš na internetu, če probaš računati,
Kar je blizu 25 in kar je nad 25, je morda sumljivo na uporabo steroidov. Zdaj, ni to zdaj sodba, ampak recimo, ko so preverjali, vem, da je imel Lyle McDonald en članek o tem, in ko je preveril podatke iz bodybuilding tekmovanj pred dobo uporabe steroidov, se pravi, ko te še niso bile v uporabi, je redko kdo dosegel vrednost 25. Mislim, da ja. Če takrat, še ki prej verjetno. Arnold je bil 70. Zdaj recimo, ste gledal Arnold, da gre na terc. Pač ste videli, kakšen je bil on pri 16? Ja, pač nič ni bilo. Kako nič? Za tisto, za svojo starost je bil že takrat ohromen, ja. Ja, ohromen. Pri 16 letih in to je tista čista genetika, ne. Poleg je dodal še substance, je pač rato res žival, ne. Ampak, pač, že tisti ljudje, ki so res huge, se že rodijo taki, ne. Že vidiš. Če smo klepetali z Lukcem na podcastu takrat, ne, se tu recimo Coleman, ne, Heronik, eden izmed največjih, se pač on, mislim, da je bil natural, preko je začel zmagovati, je bil še skoraj natural, ne, in poleg enkrat začne uporabljati, je rad ohromen. To je druga vrsta živega bitja, to ni več človek, ne, mislim, dejansko, ne. Ampak ja, koliko je pomembna ta genetika, ja, tako da tisto res... sploh zdaj med mladimi je ful tega, je ful taka in tematika, ne, tako da je sigurno, da Ja, mislim, mladi se ne bi smeli na to fokusirati. Sicer jaz ne obsojam nobenega, ki se tega poslužuje, pač to je njegova izbira, ampak če si mlad, imaš še toliko možnosti za napredek, toliko stvari za poštimati, za urediti, ne, tako da mislim, posebej jaz razmišljam, da to so res neki mladi, 20 let, mogoče tam okoli, kar razmišljajo o tem, pač ne. Ja, ko pa tudi življenje si malo, mislim, ne da si ga uničiš, ampak je toliko stvari pa vzame s sabo, ne. Jaz sem poslušal ta podcast, ki ste ga imeli z Lukcem, mi je bil ful zanimiv. Sicer moja znanja o tem, jaz nimam znanja o tem, kako to deluje, vem pač, da vpliva izjemno na športno zmogljivost in na telesni videz. Ne vem pa, recimo, kako pa se spremeni sam trening tle. Ali pa vse te stvari, ki spadajo zraven. Tako da, ne vem, če bi jaz tle dobil nekoga, ki to uporablja, jaz bi ga poslal rejši drugam, ne bi s njim sodeloval, ker tega znanja nimam. Ja. Istočasno to ni najbolj po mojih moralnih vrednotah in istočasno to ni nekaj, kar jaz bi kar bi se skladalo z mojim širjenjem informacij, z mojo identiteto, ne, tako da nimam nobenega razloga, da bi o tem Ja, tudi je poleg, ki uporabljaš, pa zakaj uporabljaš, ali je to čisti performance, ali je to zaradi športa, kaj moraš pač uporabljati, ne, se dosti bodybuilderjev pač ne da hoče to uporabiti, sigurno kdo hoče, ampak če hočeš biti vrhunski, pač je to... Ja, pustimo stati to do business. Pustimo stati bodybuilding, ki pač to dovoljuje, ne, čeprav imaš pa tudi natural, ne. Ja, imaš tudi naturalce, ne. Ja, tako da na koncu je to osebna odločitev, ne. Se mi pa zdi zelo sporno uporabati to v športu, kjer pač tega ne smeš. Ja, to je obsojajoče, čeprav je tle zadaj ful stvari in je težko soditi svet. Tako da se nekaj smo kar predelali, zdaj urca 45 po mojih meritvah, tako da lahko počasi prijemo do konca. Zdaj za zaključek podcasta, kot verjetno veš, imamo pa dve vprašanji za vsakega gosta, ki so dve vprašanji, tako skupno zaključek podcasta, dve vprašanji. Kaj zate pomeni dobro počutje, pa recimo 3 tvoje nasvete za več dobrega počutja? Mislim, dobro počutje je takrat, ker občutiš pač ta feeling dobrega počutja, ne. To se zgodi, kadar so določene zadeve poštimane in hkrati se mi zdi, da je to precej kontekstualno, ne. Kdaj dosežeš ta občutje, ne vem. Ena stvar pri meni je, že ko smo dosta o tem govorili, je pač ta biznis strokovna, se pravi, ko mi uspeva doseči nek napred, ko vidim, da ljudem pomagam, ko so ljudje zadovoljni, ko vidim dober vibe v gymu, to je zame top počutje, ne. Če grem bolj na
osebno raven, kadar imam dobre odnose z mojimi bližnjimi, kadar se družim s prijatelji tudi, ki jim namenim, mislim, si rad vzamem čas za njih, gremo kam pohajati, si kaj povemo, malo bolj recimo kompleksne stvari, se pravi dobre debate, kaki flaški dobrega vina, to je super. Se pravi ta socialna plat vsega tega. In pole neki osebnostni cilji, recimo ne cilji, osebnostna plat, da se sposoben prepoznati, določiti svoje vrednote, identiteto in delati v skladu z njimi. Se pravi nekako, da počutim se dobro takrat, kadar delam nekako sebi, svoji identiteti v prid, ne? Kadar moja dejanja dejansko v skladu z mojo identiteto, ne? Takrat se dobro počutim, ne? Hkrati so tle še recimo neka zabava, potovanja, recimo potovanja me ful dobro resetirajo, ker včasih se vsega malo nabere, in so izjemno zanimiva prilika za spoznavati, za doživljati neke nove stvari, ki jih še nisi, za spoznavati določene nove kulture ali pa kraje ali pa to. Tako da načeloma, če povem na kratko, dobro počutje je takrat, kadar so moji hormoni uravnovešeni, ampak zdaj, kaj to povzroči, je odvisno od konteksta in odvisno od vseh teh zadev, ne? Ja, zdaj, na svet je za dobro počutje, delaj na svojem telesu, pač telo je temelj, ne? Se pravi, če bomo mi poskrbeli za ustrezno vadbo, za prehrano in za regeneracijo, bomo po defaultu v takem stanju za dobro počutje. Drugo je, da ti najdemo socialno podporno okolje. Dej, super je, če je to družina, drugače super je, da so to prijatelji, ki te razumejo. In tretja stvar bi bila, da se ne bojiš spoznati na sebe in tle noter probati zavrteti kar fajn globoko, da vidiš, kje so tvoji temelji, da znaš opredeliti svoje vrednote, in da pol razvijaš strategije, da deluješ skladno z njimi, da se tle probaš izpopolnjevati, ne. In to je po moje specifično od posameznika do posameznika, temu tle paša, ne. Ni zdaj, ni sodi zraven tega vprašanja, ampak me zanima, recimo ta tretji del, recimo kaj ti delaš, kaj recimo tebi pomaga za ta tretji del, se pravi osebnostno delo. Kaj vidiš pri tebi, recimo, da ti nekaj pomaga? Jaz tudi recimo zdaj ful delam na sebi, jaz sem videl neki vzorci in tako se spreminjanja, in tako pa me zanima tako malo bolj mene osebnost. Mislim, neko študiranje, bom rekel, teh vsebin, recimo mogoče študirati sposobnost kritičnega razmišljanja do samega sebe, si postavljati prava vprašanja, probati na njih odgovoriti in biti pozoren na občutke, ki se pojavljajo pri določenih zadevah, pri določenih vedenjih ali pa situacijah, ker pač občutki in čustva nekaj sporočajo in ti smo treba prisluhniti, ne. Ne nujno reagirati na njih, ker pač treba se odzvati nekako še smeri racionalno in trezno, tle mogoče sem malo stoičen jaz, ampak ne smemo pa pustiti, ne smemo pa čustev ignorirati, ker nekaj nam sporočajo, ne. Ponavadi nam sporočajo, da nekaj je ali pa ni za nas. In temu slediti, ne. Tako da ne se ujeti v neke vzorce bežanja, ne. Ampak probati tam, kjer vidimo neko mogoče frustracijo, ker tako se začne, probati malo
probati razumeti, zakaj se je pojavilo. Ja, malo povrtati. Ja. In predvsem biti, ne biti strah do samega sebe, nekako, ne biti pač pravi biti na tem področju vedoželjen in ne imeti odnosa do samega sebe, da bi te spravljal v frustracije. Ne. Pač razumeš to kot nek izziv, kot nek priložnost za osebni napredek. No. Ja. In na koncu se ti bojo lahko na površinskem nivoju pojavljale neke zadeve in ne boš točno vedel, zakaj, in boš od njih bežal, namesto da bi probal ugotoviti pojav teh, razlog pojava, zakaj se ti dogajajo neka neskladja samim sabo. Ne? Zdaj, vse to je težko, ne? Ne, lih tu sem te reči, da pač to ni enostavno. To dela lih tako kot karkoli druga, ne? Isto kot vadba, isto kot vse druga, kot odnosi, je pač tudi to osebnostno delo. Je pa ful, pač ko enkrat začneš delati, se pa ful poznati na vseh področjih. Ne? Specifično ful pomaga, da o tem govorim z nekom. Recimo z mojo punco o tem govorim, a pa s tistimi najbolj tesnimi prijatelji, ki pač si pogovarjamo zadeve, ki res štejejo. In nekako, če čutiš neko breme, ki ga imaš na sebi, s tem se to breme ful zmanjša in vidiš, da ni tak big deal. Ne? Tako da dostikrat je v glavi vse. Ne? Ja, ali pa en dober pogovor ti lahko malo shifta perspektiv, kar je tudi pomembno. Ali pa ti da recimo potrditev, če misliš, če si v nekem, če ne veš, ko se odločiti. Ne? Tako da ja, dosti sem povedal, vprašanje, kako bi bilo tega smiselno. Ne, to je bilo. Po mojem bilo ful zanimivo vsem, ko bodo poslušali, tako da res hvala ti še enkrat, ker si se vzel cajt, ker si nas gostil tle v Super Gymu, po mojem produkcija bo top. Zdaj lahko še deliš pole, kje te lahko ljudje dobijo, najdejo in tako. Ja, če nekoga zanima trenerstvo, lahko prija k nam trenirati, to je najboljši. Drugače pa sem prisoten najbolj na Instagramu, po moje. Na Equilibrium Gym page imam bolj strokovne vsebine in če ne, imam osebni profil, ki sicer ni ne vem koliko aktiven, objavljam bolj slike iz potovanj ali pa iz izletov, bolj kaj drugega. Matija Reja, tako da to je to. Jaz bom dal povezave v opis in če ne, tle je naslov Kozana, koliko je? 5A. Kozana 5A, tako da Brda, če se zapeljeste, prijeste pozdraviti v živo Matiju in če ne, pa na socialih. Tako da to je to, hvala ti še enkrat, upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo naslednjič. Ja, hvala za vabilo, super. Super izkušnja, tako da top. Bote fajn, čau. Čau.